Ok, en lep pozdrav sem skupaj. Sara, si tukaj z nami? Ja, tudi jaz sem tukaj, tudi z moje strani lep pozdrav. Ok, super. Torej, dobrodošli na webinarju Kako podvojiti dobiček vašega podjetja v letu 2026. Dobrodošli. Dajte prosim v komentarju napisati, če je vse ok, če nas vidite, če nas slišite. Torej, Saro pa mene morate oba slišati, tako da Sara mogoče še ti kaj predvsem mene treba slišati. Ok, super. Tako da, vedno je pa zamik nekje tam 10 do 15 sekund med tem, ko mi dva govoriva, pa med tem, ko vi to slišite, zaradi tehnologije, ki jo uporabljava. Ok, vse ok, super, fantastično. Drugače tako, tisti, ki nimate dosti časa, pa bi radi zelo na hitro eno tako tehniko za podvojitev dobička v 2026, pa potem lahko že greste, no. Preprosto zapravite vse, kar ste do zdaj zaslužili v decembru, potem pa bo zelo enostavno iz ničle podvajati dobiček. Tako da, evo, zdaj ste že izvedeli vse, tako da lahko greste. Ok. Torej, na začetku, preden greva v vsebino, par besed o tisti, ki nas mogoče še ne poznate. Če kdo mogoče gleda kakšen posnetek tega webinarja na YouTubeu, ne, ali kaj takšnega, pa je prvič leto na naju, par besed o nama. Tako da Sara Brezigar je strokovnjakinja za strateško upravljanje s človeškimi viri, pomaga podjetnikom, resnim podjetnikom, da spravijo pač svoje podjetje na višji nivo glede sistemov nagrajevanja, glede vodenja ljudi, glede celotnega sistema, ki ga imajo pač glede ljudi vodi v podjetju. In zelo je pa znana po tem, da zna zelo dobro postavljati sisteme nagrajevanja v podjetju. To je njena specialnost, vedno, ko se s tem ukvarja, dejansko ji oči zažarijo in to je res tisti top njena stvar. Ok, toliko moče od Sari. Ja, pa seveda, Sara je tudi soustanoviteljica in glava za Akademijo Pantarej in pa tudi za Business Titans online. To je naš portal za podjetnike, kjer delimo čisto brezplačno ogromno znanja, kako uspeti v podjetništvu. Zdaj, ko si me tako lepo predstavil, jaz ne vem, kaj naj povem o tebi, ker ne znam tako lepo povedati. Nisem tak marketingar. No, čisto na kratko za tistega, mogoče, ki Roberta še ne poznate. Robert je mednarodni bestselling avtor tele knjige The $1 Million Decision, vodi tečaje oziroma programe na področju investiranja, kjer mislim, da je njegova specialnost prav na svetovnem merilu v tem, da zna stvari razložiti na zelo preprost način in da dejansko naredi tematike, ki so zelo težke, zelo dostopne navadnim osebam, da potem lahko dejansko imaš finance v svojih rokah. In mislim, da se to tudi kaže pri njegovih rezultatih. Ima stranke iz 73 držav in mislim, da prav zaradi tega, zato ker zna narediti stvari, ki izgledajo kompleksne, zelo enostavne in preproste. Tako da mogoče zdaj lahko kar počasi začnemo z našimi... Ja, gremo kar v akcijo. Jaz bom kar delil moj zaslon. Torej, samo sekundo. Zdaj bi morali videti tudi najine prosojnice. Tako da gremo kar v akcijo. Zdaj na začetku ena taka resnična zgodba. Psihologi so pred cirka 15 leti naredili en zelo zanimiv psihološki eksperiment. 200 oseb so poslali po tem hodniku in so jim rekli, daj prosim pač samo odprite ta vrata, pa pojdite v naslednjo sobo. In kaj se je zgodilo? Od 200 oseb jih 196 ni uspelo priti skozi ta vrata, kljub temu, da niso bila zaklenjena. Boste rekli, kako pa je to možno, ne? Samo 4 so dejansko prišli skozi. In ne, ni bilo nobenih krokodilov na poti, nobenih dinozavrov, ki bi jih pojedli, ampak preprosto, kaj so v tem eksperimentu naredili. Tukaj je bila kljuka in tečaje vrat so dejansko dali na isto stran, kot je bila kljuka. Torej, ti si mogel pritisniti kljuko in pritisniti vrata na drugi strani in tako so se potem vrata odprla. In samo 4 od 200 so to uspeli narediti in so prišli v naslednjo sobo. Zdaj, zakaj vam govorim ta primer? Ta primer vam govorim zato, ker
v podjetništvu dostikrat ti delaš eno stvar po nekih utečenih postopkih ali pa imaš neko strategijo, ki jo imajo tudi vsi drugi, ki delaš stvari na enak način kot vsi drugi, kot neka masa, kot večina podjetnikov in na koncu se čudiš, zakaj ne moreš priti v tisto sobo, ki ima zadaj velike dobičke, časovno svobodo in res eno tako fantastično življenje. Torej, danes namen je ta, da vam dava nekaj drugačnih pogledov na vaše podjetje, nekaj drugačnih pogledov na vašo strategijo in na to, kako lahko pridete do tistega, kar si res želite v podjetništvu. Tako da poskušali boste malo drugače priti do rezultatov, kot to počne večina podjetnikov, ker kot se veste, večina podjetnikov životari, Večina podjetnikov zelo veliko dela za zelo malo denarja. In seveda, če želiš to spremeniti, potem moraš delati stvari drugače. In to je namen tega webinarja. Torej, kaj bodo današnje tematike? Prvič, 4 tipi produktov in kateri tipi vam bodo prinesli največ dobička. Ta tematika je res ključna za poslovanje v današnji dobi, zato ker večina podjetnikov ne razmišlja strateško o svojem podjetju in ta tematika vam bo nekako odkrila nek nov svet pri poslovanju. Potem, ustvarjanje poslovnih sredstev na podlagi intelektualne lastnine, tudi zelo zanimiva zadeva, ki se povezuje s temi 4 tipi produktov. Ne bom zdaj razlagal, kaj to je, ampak bomo potem tudi videli. In tukaj vam bom dal tudi en zelo zanimiv business-to-business primer, torej tudi tisti, ki ste iz business-to-business podjetij, boste prišli na svoje. Torej vse te tehnike, od katerih bo govorila strategije, so uporabne tako za business-to-customer podjetja, torej če prodajate nekim končnim kupcem, ali pa če prodajate business-to-business, torej drugim podjetjem. Tukaj vam bom pokazal primer Palantirja. Palantir je v zadnjih letih zvezda svetovnega podjetništva, torej podjetje, ki od velikih podjetij, ki ima, torej to je podjetje, ki je že veliko, ampak ima najvišjo stopnjo rasti in profitne marže na trgu. Potem bova malo več govorila o Trvsaru in vam pokazala en primer, kako so oni s pomočjo takšnega sredstva, ki so ga naredili na podlagi svoje intelektualne lastnine, naredili en ogromen prodor. Potem strategija preeminence oziroma prevlade, torej to je strategija, ki jo je prvi skoval in prvi nekako začel razlagati o njej Jay Abraham, in ta strategija vam bo pomagala v vaši branži, v vaši niši prevladati na trgu. In pa še 4. podjetnikova past in kako se izvotati iz nje, torej kje podjetniki največkrat se zaustavijo na svoji podjetniški poti in skozi katere zidove ne morejo priti do nekega bistveno bolj uspešnega poslovanja in kako seveda tudi se izmotati iz te pasti. To so tematike za danes, zdaj pa gremo kar v prvo in to je 4 tipi produktov in kateri tip vam bo prinesel resne dobičke. Torej, če povzamem enega zelo velikega strokovnjaka na nivoju za podjetništvo, to je Daniel Presley, mi smo ga tudi že v Sloveniji imeli, mislim, da 3-krat na seminarju. On je Avstralec, ampak dela v Londonu, izjemno uspešen podjetnik, zelo je postal znan v zadnjih letih, predvsej zato, ker se je pojavil na par teh ogromnih podcastih, ki so najbolj gledani na svetu. In on pravi tako, da produkti ali storitve vam ne bodo nikoli prinesli resnega denarja. Okay? Torej, če vi ponujate nek produkt, če vi ponujate neko storitev in je to, ne boste nikoli nekaj resnega zaslužili. Kaj je ključ v podjetništvu? Ključ v podjetništvu je, da naredite produktni ekosistem in ta produktni ekosistem vam lahko šele prinese zelo veliko denarja. Okay? In zdaj, to je mogoče najbolj pomembna ideja v poslovanju in zdaj najprej bo Saro se malo poglobila v to idejo in vam razložila, kako ta ideja sploh dejansko deluje, kaj je v ozadju za to idejo in kako jo lahko implementirate v svoje poslovanje. Torej, dajmo se najprej vprašati, kako izgleda dober produktni ekosistem in kakšna je razlika med produktnim ekosistemom in pa tem, da imaš ti nek produkt in storitev, ki jo pač ponujaš in to je to. Glejte, večina podjetij ima nek glavni produkt in to je to. To je to. Recimo, če si ti fitness trener
je pač to neka storitev fitness treninga, ki jo pač ponujaš na trgu. Če si računovodja, če imaš računovodski servis, je pač to ponujanje računovodskih storitev. Če proizvajaš čokolado, naprimer, so to pač tablice čokolade, ki jih pač prodajaš okrog in tako naprej. Skratka, imaš nek glavni produkt ali pa neko glavno storitev in pač to ponujaš in to je to. In zdaj, kako je potrebno razmišljati glede razširitve tega v nek produktni ekosistem in zakaj? Poglejmo si. Torej, če želite neko resno pridobivanje strank ustvarjati za svoje podjetje in pridobiti bistveno več strank za glavni produkt, morate najprej imeti brezplačni produkt ali pa brezplačne produkte in pa vstopne produkte. Okay? In bova tudi zdaj pokazala vam tukaj nekaj primerčkov, tako da vam bo to čisto vse jasno. Zaenkrat samo pokažem model, potem bomo šli pa na primerčke, pa boste videli, kako to deluje v praksi. Torej, moraš imeti brezplačni produkt in pa vstopni produkt, ki sta prvi stopnički do tega, da potem stranke kupujejo vaš glavni produkt. Torej, brezplačni produkt ga uporabljate v marketingu, zato da je vaš marketing bolj učinkovit in da vam dejansko prinaša več strank, in podobno vstopni produkt. Potem pa na koncu, torej ta dva produkta sta zato, da vodita do glavnega produkta. Potem pa na koncu imamo pa še elitni produkt. Ta elitni produkt je pa tisti, ki pa običajno prinaša največje dobičke. Okay? Torej, ta produkt pa prinaša največje dobičke in je običajno namenjen tistim, ki so že kupili glavni produkt. Zdaj pa tako, da ne bomo preveč teoretični, gremo kar na en tak zelo enostaven primer, ki sem ga nalač zbral tako, da bo res vsakmu razumljiv. Vzel sem Blue Bottle Coffee, to je ena družba, torej kavarna, ki se je razširila v verigo kavarn in prodajajo pa specialne kave. Okay, prodajajo specialne kave, torej nobene hude znanosti ni tukaj, nobene nuklearne fizike, zelo enostaven poslovni model, ki se lahko vsakdo noter identificira z njim. Zdaj pa tako, poglejmo, kaj je njihov brezplačni produkt. Torej, njihov brezplačni produkt je, da ko prideš v njihovo kavarno, imaš ta free demonstracije v kavarnah, torej imaš lahko pač demonstracijo, malo povonjaš kavo in podobne stvari, tisti bartenderi ti pač naredijo eno tako doživetje, da lahko malo povohaš, s česa ti bo naredil kavo in podobno, in to je brezplačno, to lahko vsakdo pride pa malo pogleda. Potem imajo brezplačne vodiče za pripravo kave. Torej, na YouTubeu imajo video vsebine, imajo brošure, kako pripraviti te specialne kave, kako jih dejansko pravilno pripraviš, kakšno opremo potrebuješ in podobno, in pa demonstracije v kavarnah, ki so tudi brezplačne. To je dejansko za tiste, ki sploh še niso nikoli prišli v stik s to blagovno znamko, da sploh dobijo nek občutek, kaj to je. Potem vstopni produkt je pač skodelica kave v kavarni in pa majhne vrečke kave, ki jih pač lahko kupiš, da si potem narediš kavo, te specialne kave, da si jih lahko narediš potem sam doma. Potem glavni produkt njihov so običajna pakiranja kave, torej to njim prinaša tisto glavnino prihodkov, to so običajna pakiranja kave, ki si jo pač kupiš in jo potem pripravljaš doma, in pa naročnina na redno avtomatično dobavo kave. Torej, ti se lahko tudi naročiš, da ti ni potrebno vedno hoditi v kavarne pa kupovati te stvari, ampak da ti oni avtomatično dostavljajo enkrat na x tednov ali pa x mesecev, da ti dostavijo toliko in toliko teh in teh kav. In pa pour over service v kavarnah, to je pa kot neko doživetje, kjer dejansko tisti, ki tam je zaposlen, ti naredi res po vseh tistih njihovih procesih, ti lepo tam zate naredi ročno kavo po tistemu njihovemu edinstvenemu postopku. Torej imajo nek edinstven postopek, ko jo oni pripravljajo in to dejansko je tudi njihov glavni produkt, ki ga ljudje pač pridejo zaradi katerega pridejo v kavarne. Potem pa so naredili še elitne produkte, ki so pa limited edition kave, redke kave in pa tasting experience, to je ta zgornja slika. Torej, dejansko, da lahko ti kupiš neko doživetje priprave in poskušanja kave v njihovih kavarnah. Torej, imajo to zvečer, tako imajo kot neko doživetje vse skupaj. Skratka, ta njihov ekosistem jim je prinesel to, da se danes izjemno hitro širijo po celem svetu in zelo velika razlika je, če imaš ti neko kavarno
in pač ponujaš samo tisti glavni produkt ali pa glavne produkte, ali pa če imaš ti celoten ta ekosistem, ki ti potem prvič imaš te brezplačne produkte in vstopne produkte, ki ti prinašajo stranke, potem imaš glavne produkte, ki ti prinašajo prihodke, večino prihodkov, da lahko preživiš, in potem še elitne produkte, ti elitni produkti jim pa prinašajo dobiček. Okay? In zaradi tega, ker imajo ta ekosistem, so tako postali uspešni. Isto je recimo z Amazonom. Isto je z Appleom, isto je z katerim velikim uspešnim podjetjem, imaš dejansko nek produktni ekosistem. Ni, da imajo samo eno storitev, en produkt, ampak dejansko obdelajo nekako stranko na drugačen način. In imajo več teh možnih produktov, od tistih vstopnih, brezplačnih, do seveda na koncu elitnih. Tako da, to je en tak dober primer. In tukaj, mogoče še Sara, boš ti še povedala moj primer, da ne bom... Ja, jaz sem razmišljala, da bi tukaj mogoče tudi razložiti naš primer pri Akademiji Pantarei, oziroma bom rekla ta Robertov produkt na področju investiranja, ki je v bistvu naš paradni konj, in se mi zdi, da zelo, zelo dobro pojasni to logiko produktnega ekosistema. Se pravi, če začnemo pri brezplačnih produktih na začetku. Mi imamo tukaj eno celo serijo brezplačnih produktov. Kaj, Robert, lahko? Evo, super, hvala. Se pravi, na celo serijo brezplačnih produktov, Robert pač ima nek blog, piše neke članke, piše neke vsebinske zadeve na družbenih omrežjih, to se pravi, ne samo tako brezvezne poste, ampak dejansko neke vsebinske zadeve o tem, kar se dogaja v finančnem svetu, na področju investiranja. In potem je zelo pogosto tudi gost na raznih podcastih, prestižnih v tujini, in vse to so pač dejansko brezplačni produkti, ki jih mi uporabljamo za to, da nas stranke spoznajo. In potem seveda tisti naš glavni brezplačni produkt je webinar, s katerim potem dejansko pridobivamo stranke. To je v bistvu naš ključni brezplačni produkt, ki smo razvijali kar nekaj časa, in ko že govorimo ravno zdaj, naslednji teden v ponedeljek, imamo spet eno tako izvedbo tega webinarja v Sloveniji. Tako da webinari so za nas res ključno orodje, ključno brezplačno orodje za to, da pridobimo produkte. Potem pa, če gremo na naslednjo stopnjo, to se pravi vstopnega produkta, je to knjiga, ki sem vam jo že prej pokazala. Knjiga je pač relativno poceni, včasih se jo da tudi dobiti zraven. Bom rekla, imamo kakšne akcije, da pač dobiš zraven nečesa drugega. Tako je naš vstopni produkt, kjer dejansko ljudje preberejo. Zdaj, poanta pri knjigi je predvsem ta, da veliko kredibilnost avtorju. Ti takrat, ko napišeš knjigo, postaneš v očeh bralca avtoriteta, če je seveda dobro napisana, in postaneš zelo kredibilen. In zato je to en zelo, zelo pomemben vstopni produkt, sploh za prodor recimo na mednarodnem trgu je bil za nas ta produkt res ključen. Tako da potem, ko imamo, to se pravi brezplačni produkt, vstopni produkt in potem imamo glavni produkt, to je ta naš osnovni program na področju investiranja, Millionaire Money Making Machine. V Sloveniji je to Mojstri investiranja in v bistvu to je tista glavna stvar, ki jo stranke kupujejo pri nas, in pri temu produktu imamo te stranke iz 73 držav. In potem seveda, ko stranka pri nas kupi ta glavni produkt Mojstri investiranja, potem imamo za tiste stranke možnost še, da kupijo tudi elitne produkte. In ti elitni produkti so v bistvu, pri nas je to Exponential Wealth, ki je namenjen investiranju v, bomo rekli temu, nove panoge ali pa v panoge, ki imajo nek velik potencial, v inovativne panoge in tako dalje. In potem stranke, ki so pač kupile že Mojstri investiranja, nekatere se odločijo za ta elitni produkt, ker pač bi želele z delom svojega portfelja vlagati tudi v nove panoge, ki se šele razvijajo, v inovativne panoge in tako dalje. Tako da to je, bom rekla, ta četrti elitni produkt. Zdaj, če dejansko ste videli te 4 tipe produktov, ti v bistvu rabiš brezplačni in vstopni produkt, zato da potem prodajaš glavni produkt. In ta prva dva sta v bistvu namenjena temu, da pridobivaš stranke na čim bolj poceni način. Elitni produkt je pa tisti dejansko, ki ti prinese potem dobiček. Bi ti tukaj mogoče, Robert, še kaj dodal?
Ne, to je to. Dejansko tukaj moraš samo razmišljati, ne, da kako boš prvič pripeljal sploh ljudi po nekih stopničkah, ne, do glavnega produkta in potem moraš razmišljati, ok, kaj je pa tisto, kar naše obstoječe stranke bi lahko potrebovale in jim lahko kot neko nadgradnjo še ponudimo. Ne. Tako da to je ta način razmišljanja pri temu ekosistemu produktov. Torej, ne smeš razmišljati o posameznih produktih, ampak moraš vedno razmišljati o celotnemu ekosistemu. Okay, recimo Amazon je začel kot knjigarna na internetu, potem so razširili v ponudbo pač vseh možnih produktov, ne postopoma preko online trgovine, ampak potem so pa ustvarili še Prime, torej neko ekskluzivno zadevo, ne, za to dostavo pa tako naprej, imaš en kup nekih dodatnih ugodnosti, potem imajo Amazon Web Services, ne, torej imajo pač cloud computing in tako naprej, ki ga tudi ponujajo, to je en ogromen biznis, ne, ki so ga potem z tega ustvarili. Imaš torej en kup nekih Kindle, imaš potem, ne, imaš en kup nekih produktov, ne, ki pašijo potem v ta njihov ekosistem. In če bi se oni seveda ustavili samo pri online knjigarni ali pa samo pri online trgovini, še zdaleč ne bi danes vsi jih poznali. Ne. Ampak zato, ker so razširili na celoten ekosistem, zato so tako uspešni. To je to. Zdaj pa tako, če ste pa zelo leni, če se vam res ne da razvijati vsega tega, pa imate rajši tako lagodno življenje, potem pa vam tukaj danes bova tudi povedala eno tako bližnico do vsega skupaj. Ne. Torej, bližnica je ta, da preprosto vzameš svoj glavni produkt, in da narediš 3 verzije tega produkta. Naprimer, da vam dam tukaj primer, Netflix ima basic, standard pa premium in vsaka od teh opcij ima svojo ceno, svojo mesečno naročnino, tako da tudi sami lahko vzamete nekaj podobnega, ne, in si rečete, aha, imam zlati paket, srebrni paket, pa bronasti paket. Bronasti je za tiste, ki pač nimajo dosti denarja, srebrni je tisti pač glavni, ne, in pa zlati paket je pa za tiste, ki pač imajo malo več denarja, pa si hočejo nekaj več privoščiti, ne, ali pa imajo neke večje potrebe in podobno. Ne. Tako da to je pač zelene podjetnike, strategija, ki si jo pač lahko tudi omislite. Ne. Zakaj mi, Robert, tega nisi povedal pred 10 leti? Zakaj smo mi razvijali vse one 4 produkte? Ne? Bi lahko vzeli Mojster investiranje, pač jih naredili tako, basic, standard, verzijo in kapitalni kupi podnarja, ne? Ja, to imaš prav. Mogoče bi lahko tudi šli v to varianto. Ampak jaz dvomim, da bi nam prinesla toliko kot tak smo jo šli. Tako da definitivno je to tako zelene podjetnike, ne, ampak se ne boš pa toliko dobil od vsega skupaj. Ne. Vseeno je to potem zelo en tak okleščen ekosistem, ampak boljše pa je, ne, kot da imaš samo eno storitev, kot da si samo fitness trener ali pa kot da si samo računovodski servis, ki ponuja eno storitev, ne. Boljše je, da imaš vsaj neki variant, ne, te svoje storitve ali pa tega svojega produkta. Ne. Tako da, to je to. Ok, jaz bi potem predlagal takole. Potem, ko boste imeli nekaj časa zase, dajte si zapisati ali pa dajte si slikati tole. Pripravite si torej načrt za svoj idealni produkt, ekosistem. Poudaril bi tukaj, da ni potrebno, da imate vse naenkrat. Tudi sam, ali pa tudi sami pri Akademiji Pantarej nismo razvili vseh 4 tipov produktov hkrati. Najprej smo seveda imeli glavni produkt, ne, potem smo dodali knjigo kasneje, torej ta vstopni produkt, potem sem začel tudi pridobivati z webinarji, pa s seminarji brezplačnimi stranke in pa kasneje šele pred 3 leti, torej leta 2022, ne, smo pa šele ustvarili naš elitni produkt. Tako da to ni, da vse čez noč narediš, ne, ampak je to nek proces, ne, ki traja nekaj časa, ampak enkrat, ko ga imaš zgrajenega, enkrat, ko imaš zgrajen ta svoj ekosistem produktov, potem pa dejansko je to res ena fantastična zadeva. Tako da pripravite načrt za svoj idealni produkt, ekosistem in kateri bo prvi nov produkt, ne, ki ga boste naredili. Okay, tako da to si zastavite zase, pa potem seveda tudi si zapišite do kdaj, da imate neke jasne cilje in da greste potem tudi v akcijo. A mogoče bi tukaj še...
Bi tukaj mogoče še nekaj dodala, no, kar se mi zdi pomembno, ne, da tudi ko delaš te produkte, ne, ni nujno, da ti sprva gre, ne, ni nujno, da vsak produkt, ki si ga zastaviš, je recimo en dober produkt. Ne. Recimo Robert je rekel, da ta elitni produkt smo mi nekako pred 3-4 leti, ne, ga zastavili, ampak mi smo že tudi prej poskušali ustvariti nek elitni produkt, ne, pa ni bil najbolj uspešen, smo ga menili 3-4 leta, pa smo videli, da to ne bo to. No. Tako da včasih ti tudi produkt ne deluje in včasih se mi zdi, da podjetniki kar posplošijo, ne, potem ta ekosistem to je brez veze, ne, to ne deluje. Ne. Ampak to je, bom rekla, napačna posplošitev, ne, zato ker ekosistem deluje, a ne, preverjeno na stotinah in stotinah primerov podjetij. Problem pa je, da res moraš, bom rekla, počasi zgraditi za prave produkte in včasih tudi narediš kakšnega, ki ni pravi, pa moraš razmisliti še enkrat. Ja, tako, eksperimentiranje je vedno del podjetnikove poti, tako da brez tega ne gre. Ne? In če probaš 10 stvari, mogoče bo ena delovala, ampak ja, super, ne? Je delovala in zdaj pač dajmo graditi na njene. Tako da, ja, enkrat, ko gotoviš, kaj deluje, tisto moraš potem ponavljati do nezavesti. Ok, zdaj pa gremo, torej ta prva tematika 4 tipi produktov se zelo navezuje še na drugo tematiko in to je ustvarjanje poslovnih sredstev na podlagi intelektualne lastnine. Zdaj tako, ključ do podjetniškega uspeha sta prva 2 tipa produktov. Definitivno, če pogledam zdaj nazaj na mojo kariero ali pa če pogledam na katerokoli drugo podjetje, ne, ki je zelo uspelo, so imeli dobre brezplačne pa vstopne produkte. Brez tega zelo težko prodreš danes na trgu, zato ker trg je zelo zasičen, trg je zelo konkurenčen in zelo težko ti takoj direktno prodaš glavni produkt. Moraš imeti nekaj za ogrevanje strank pred tem. In ustvarite ju, torej ta 2 tipa produktov vi lahko ustvarite na podlagi svoje intelektualne lastnine. Okay, in to je ključ do vsega. Zdaj pa poglejmo tukaj, kako to deluje. In potem, ko jih enkrat ustvariš, postanejo tvoja poslovna sredstva. Zdaj, če se vprašamo, kaj sploh je sredstvo. Če vam dam primer, tam, kjer sem najbolj doma, to je pri vlaganju. Recimo, sredstvo je neka naložba, ki ti prinaša neke redne dohodke in pa na dolgi rok običajno tudi pridobiva na vrednosti. Okay? Ne vam dam primer, delnica. Kupiš recimo eno delnico od Apple, s tem postaneš solastnik podjetja Apple, ste zelo majhen, ne tako astronomsko majhen, ampak nič hudega. In od takrat, ko si kupil to delnico, boš vedno v prihodnje dobival prvič dividende, torej če je podjetje dobičkonosno, ti izplačuje dividende. In pa drugič, boš tudi upravičen, mislim, tako ne upravičen, ampak boš sodeloval pri tem, da če to podjetje raste, bo tudi delnica najverjetneje šla gor po ceni. Ne? Tako da prvič boš dobival dividende kot neke redne prihodke in drugič boš dobival tudi seveda neke donose s tem, ko pač podjetje raste. In to so torej sredstva. In zdaj pomembno je, enkrat, ko kupiš neko delnico ali pa enkrat, ko kupiš neko nepremičnino ali karkoli drugega, ti potem stalno vnaprej prinaša neke koristi, neke dohodke, neke donose. Okay, to je enkrat kupiš in potem stalno deluje zate na avtomatiziran način. In zdaj, če gremo pogledati na poslovna sredstva. Stroji, računalniki in neka druga oprema, to so vse poslovna sredstva, ampak ta sredstva niso najbolj donosna. Ok, odvisno, kakšno podjetje si, ne. Ampak najbolj donosna so lahko drugačna sredstva. In to so ta sredstva, ki jih ti lahko narediš na podlagi svoje intelektualne lastnine. Naprimer, knjiga, posebno poročilo, video, intervju, delavnica in podobne zadeve, to je neke brezplačne stvari, ki jih ti narediš enkrat in jih potem seveda lahko vedno v prihodnje uporabljaš, ampak delo in energijo si že vložil. Torej, recimo, dajmo vzeti primer knjige. Če vi napišete neko knjigo, ki vas vzpostavi kot avtoriteto na vašem področju, ki vam da neko kredibilnost in podobno, enkrat, ko jo napišete, ste porabili veliko energije in časa, da ste jo napisali, ampak enkrat, ko jo imate napisano, bo še leta in leta in leta delala za vas. Moja knjiga, The $1 Million Decision, jaz sem jo enkrat napisal, je bilo sicer treba zelo veliko truda, energije in tako naprej, ampak že 10 let skoraj mi stalno prinaša nove stranke, mi prinaša kredibilnost, jo lahko uporabim v marketingu in tako naprej. Torej je sredstvo, je moje poslovno sredstvo.
In isto lahko naredite tudi z drugimi tipi, ki bom tudi zdaj vam v naslednjih minutah povedal, katere so opcije in kakšne so dejansko lahko te variante teh produktov, teh vstopnih ali pa brezplačnih, ki jih lahko naredite na podlagi te intelektualne lastnine in lahko izjemno dobro delujejo. Zdaj, ta sredstva, ki jih imate v vašem podjetju, so običajno skrita. Torej, vi imate neko znanje, imate neke izkušnje, imate neke sisteme v podjetju, ampak in vi sedite na njih. In sploh se običajno podjetniki ne zavedajo, da je to ena ogromna vrednost. Okay? Kot da bi sedel na neki gori diamantov, in ti bi pa gledal na druge gore, kaj se dogaja, ampak sam pa sediš na eni gori diamantov in sploh ne vidiš, da je to ena ogromna vrednost. Tako da večina podjetnikov sedi na tej gori diamantov in ne vidi, kako bi jo lahko izkoristila v svojem biznisu. Tako da poglejmo, kako lahko to naredite. Prvi tak primer so kvizi, ocenjevalne kartice ali pa neka diagnostična orodja. Naj vam dam primer recimo kviza. Ti lahko na podlagi svojega znanja ustvariš kviz, kjer dejansko ljudje, tvoje potencialne stranke, grejo skozi, odgovorijo na neka vprašanja in na koncu jim vi daste neko diagnozo. Okay? In poveste, gledajte, tukaj ste dobri, tukaj ste slabi, tega ne razumete in to je naš predlog, kako bi se lahko vi izboljšali na tem področju. Recimo, tukaj je Unlock Your Leadership Potential, torej dajte izpolniti ta Leadership Skills Evaluator quiz in potem ti bomo dali personaliziran feedback. Okay? In to ljudje potem grejo narediti, to je zelo popularna zadeva zdaj, na ogromno področjih, greš potem skozi ta kviz in seveda podjetje ti potem da, ali pa nek strokovnjak v zadju, ti da potem neko diagnozo in pa smernice, kako pač razvijati se naprej. In seveda to je kot nek vstopni produkt, brezplačni, kjer ti dobiš interesenta in potem lahko seveda ga pokličeš, lahko mu pišeš mail in ga spraviš v nek svoj prodajni lijak, okay? Da bo potem na koncu seveda kupil tisti glavni produkt. To se mi zdi, Robert, zdaj, ko si to razlagal, sem se spomnila, najbolj pogosto na Facebooku imaš kakšne te kvize za hujšanje, ki začnejo, kakšno je tvoje telo, pa kdaj si se zadnjič rekreiral, pa kaj ješ, in dejansko vse to izpolnjuješ, in potem na koncu ti pač razložijo, kako hitro lahko priješ do takih rezultatov, kot jih želiš. To se mi zdi prav recimo ena panoga, kjer je to zelo. Ja, mislim, ogromno je teh zadev, ampak zakaj jih je ogromno? Zato, ker delujejo. Torej, če ne bi neka tehnika delovala, potem je podjetniki ne bi uporabljali. Tako da ta pristop je zelo dober in seveda, če ga pravilno uporabiš, torej, ja, pojdi pač skozi 10 takšnih kvizov, pogledaj, kako delujejo in potem lahko razmišljaš, a bi lahko nekaj podobnega naredil za svoje podjetje. In kaj potem narediš s tem kvizom? Ja, oglaševati ga moraš, Potem ga dejansko ti oglašuješ, da ljudi spraviš do te landing strani, kjer je pač ta kviz, in potem seveda dobiš njihove podatke in seveda lahko nadaljuješ komunikacijo z njimi na bolj oseben način. Okay? Tako da lahko jih potem tudi pokličeš, če imaš to situacijo in podobne zadeve. Potem drugi tak tip brezplačnih produktov je brezplačna delavnica, webinar ali pa govor. Zdaj, tukaj bi vam pokazal, torej, recimo meni osebno, webinar prinaša največ novih strank. Torej, če imaš ti enkrat en dober webinar, enkrat si ga pripravil in jaz enkrat, ko sem pripravil ta webinar, potem ga seveda še dosti izboljšuješ, pa še vedno ga izboljšujem, ampak glavnina je več ali manj enaka. Glavnina je več ali manj enaka, potem samo še malenkosti izboljšuješ, ali pa jih updateš in podobno, ampak to postane tvoje poslovno sredstvo. In potem to ti samo oglašuješ, da spraviš čim več potencialnih strank, da vidijo ta webinar, da se prijavijo nanj in je to avtomatiziran način, da ti prenaša to nove stranke. In tukaj bi pokazal en tak zelo zanimiv primer, ki je business to business primer, tako da boste videli, da to se da praktično v vsaki branži uporabiti.
Torej, Palantir, verjetno poznate, je ena od zvezd ali pa možda celo največja zvezda podjetniška v zadnjih letih. Torej, Palantir je podjetje, ki pomaga inštitucijam, državam in pa drugim podjetjem pri boljših odločitvah s pomočjo umetne inteligence. In zdaj, če nekdo pride k vam in vam začne ponujati neko velik softverski paket, ki vam bo pomagal zoptimizirati vaše poslovanje in delati boljše odločitve in tako naprej, kaj se bo zgodilo? Verjetno nič ne. Verjetno nič, zato ker to je neka glomazna velika zadeva, ki niti ne veš, kako ti bo koristila in podobno. Ki stane dosti verjetno, si predstavljam. Ja, to so projekti, ki stanejo na desetine ali pa na stotine milijonov dolarjev. To niso neki projekti za 2 evra, to so projekti, ki so zelo veliki. In oni so imeli en zelo velik ključni problem pri poslovanju. In to je bilo dolžina prodajnega cikla. Torej, od tega, ko so oni prišli k nekemu podjetju ali pa k neki inštituciji ali kakorkoli, do tega, da so podpisali pogodbo pa res začeli delati, je bilo nekje od 6 do 18 mesecev. In to je bilo veliko ozko grlo za to podjetje. To podjetje je bilo že kakor toliko uspešno, imeli so sicer tudi izgubo, ker pač normalno taka podjetja seveda hitro rastijo in imajo še izgubo, ampak to je bilo tisto ozko grlo, da ta prodajni proces je bil predolg. In zdaj, kaj so oni naredili? Kako so oni naredili revolucijo v svojem poslovanju? Namesto 1:1 prodajo, torej do takrat so oni prodajali 1:1. Torej, njihov prodajni tim je šel do ene stranke in je pač to razlagal in poskušal prodati. In to je trajalo celo večnost. In zdaj, Palantir je potem prišel do ideje, da bi namesto te 1:1 prodaje, da bi začeli delati delavnice, brezplačne delavnice, kjer bi že takoj podjetjem pokazali neko vrednost, ki jo bodo prinesli. Tako da, oni so potem ustvarili te AIP bootcamp delavnice, ki so bile za njihove potencialne stranke brezplačne in so začeli vabiti podjetja, da pridijo na to delavnico, prinesijo svoje realne situacije, probleme, sisteme in tako naprej in da oni že tam na licu mesta jim najdejo neke rešitve in pokažejo, kako te rešitve bi delovale v njihovem podjetju. In zdaj, imeli so dve verziji teh delavnic. Prvič, verzija za zelo velika podjetja, kjer dejansko so naredili delavnico v podjetju, so dejansko prišli, njihov tim je prišel v podjetje, skupaj z podjetji skupaj z inženirji od stranke in z vodji od stranke in so dejansko že tam v 5 dneh implementirali določene rešitve in jim pokazali, kako to deluje. In podjetja so tukaj že takoj videla veliko vrednost v vsemu skupaj. In druga verzija tega bootcampa je bila pa, da so povabili več podjetij iz iste branže. Več podjetij iz iste branže, recimo več podjetij iz kozmetične branže so povabili, ali pa nekih kozmetičnih retailerjev, ki pač prodajajo kozmetiko, so jih povabili in so dejansko spet na eni delavnici za eno panogo predstavili in pokazali, kako dejansko lahko oni jim pomagajo pri optimizaciji poslovanja, nabavnih verig, marketinga in tako naprej. In kaj se je potem zgodilo? Torej, te delavnice so združevali neko praktično delo, izobraževanje, networking, trajale so pa od 1 do 5 dni. Potencialne stranke pridejo s svojimi dejanskimi izzivi, njihovi inženirji pa pripravijo delujoče rešitve in obstoječe stranke predstavijo, torej oni so na te delavnice povabili tudi obstoječe stranke, ki so že pri njih, ki pa že jim delajo za njih, in one so potem pokazali, kako uporabljajo Palantirjeva orodja. In to je ustvarilo močan social proof, da so dejansko drugi videli, kako nekatera podjetja že uporabljajo te zadeve in kakšne vrednosti jim to prinaša. In ko softver deluje v realnem času, postanejo udeleženci ambasadorji podjetja, kar zelo skrajša nakupne odločitve. Skratka, oni so s temi bootcampi oni skrajšali prodajni cikel iz 6 do 18 mesecev na le nekaj tednov do nekaj mesecev, kar je naredilo totalno revolucijo v podjetju. In v letu 2023 so oni naredili več kot 500 takšnih bootcampov. In danes podjetje raste več kot 60% na leto, to je že veliko podjetje, zelo uspešno podjetje, ki raste po stopni 60% na leto in pa profitno maržo imajo več kot 50%. Torej več kot 50% od revenueja je čisti dobiček. Tako da
To je potem tudi rast cene delnice Palantirja. Tisti, ki se malo ukvarjate z investiranjem, veste, da Palantir je zvezda zadnjih let bil bistveno, bi rekel tako, eno od najbolj hitro rastočih podjetij in pa tudi delnica ena od najbolj hitro rastočih. No, mi smo, ko smo ravno, če se mogoče malo tako obrnem na tisto, ko smo prej rekli, Exponential Wealth, v našem programu Exponential Wealth, mi smo zavohali to podjetje že malo prej, kot je začelo rast, tako da zdaj sedimo nekaj na 1200% plusa pri tej delnici. Tako da mi smo kupovali pri okrog 13,69 je naš povprečni nakup bil, danes je pa nad 170. Tako da to je res ena taka zelo powerful zadeva, in oni so to uspeli narediti samo s tem, ko so začeli delati brezplačne delavnice. Okay? Torej, ena tehnika, en pristop, ki jim je odprl čist nove dimenzije poslovanja in so s tem dejansko res zavladali na tem trgu in so danes daleč najbolj uspešni. Tako da tukaj, ko smo že ravno pri tem, moje top 3 naložbene priložnosti za leto 2026 bom pa imel na webinarju, mislim, da smo vas že povabili, pa če niste še dobili maila ali pa če gledate kakšen posnetek, vam bom tukaj na hitro še spestal tale link v komentarje, če želi kdo se prijaviti. Okay? Tako da tukaj imate link, se lahko prijavite še na ta moj brezplačni webinar, kjer bom govoril pa o top 3 naložbenih priložnostih 2026, to bo v ponedeljek. Okay. Demo, brezplačna ali poceni preizkušnja. To je naslednja taka možnost, ki jo imate, ko gre za pripravo produktov na osnovi vaše intelektualne lastnine. Sara, boš ti to malo povedala, jaz povem kar? Ne, kar izvoli. Ok, torej, jaz osebno recimo vozim BMW, ampak Porsche je ena konkurenčna firma, ki tudi bi mogoče želela me pridobiti kot stranko. In zdaj, ti seveda zelo težko menjuješ blagovne znamke avtomobilov. Okay? Zato, ker si navajen na enega in ti je všeč in potem samo še kupuješ nove boljše te avte pač od iste firme. In zdaj, en tak način, ki so ga dobili proizvajalci avtomobilov, da privabijo tudi tiste, ki so zdaj pri nekih drugih blagovnih znamkah, je torej ta experience days. Torej dejansko to, da ponudiš neko experience, izkušnjo, da kupijo ljudje nek paket, kjer dejansko se voziš s temi njihovi avtomobili, pa je še neke druge dogodivščine se zdravljeni in podobno. Recimo Porsche Experience je en tak tipičen primer. Ali pa jaz sem bil enkrat tudi na Audi Experience, sem bil na Red Bull Ringu in so tam nas pač dali malo dirkat v Audijih, pa tako. Sicer nisem potem prestopil v Audi, ampak nič hudka, nekateri pa potem so. In bistvo vsega skupaj je to, da ponudiš neko preizkušnjo svojega produkta za bistveno nižjo ceno, kot da bi ti zdaj kupoval ta glavni njihov produkt. Okay? Tako da tukaj oni so ustvarili neko cenejšo varianto, da ti preizkusiš njihove avtomobile in to potem seveda prinese jim določeno novo število strank, ker nekatere pač ti avti potem navdušijo in grejo potem kupovati seveda Porsche. Tukaj imate lahko neke demo verzije, imate lahko neke brezplačne ali pa poceni preizkušnje, imate najrazličnejše možnosti, kako lahko dejansko te potencialne stranke spravite nekako v svoj ekosistem. Ja, če tukaj lahko dodam, mogoče Robert, v zvezi s tem, zato ker smo ravno zdaj pripravljali za Business Titans en članek o bogatih ljudeh, in o tem, kaj se dogaja z njimi. In ena izmed ključnih ugotovitev v tem trenutku je, da bogati ljudje bistveno manj zapravljajo za dobrine in bistveno več za izkušnje. In zato pravijo, da vse te velike blagovne znamke, od Rolexov do raznih Rolls-Royceov in tako dalje, da se soočajo zdaj s to novo fazo na trgu, kjer ti bogati ljudje dejansko kupujejo tega manj, ampak dajo več v neke izkušnje. Se mi zdi, da to ni samo pri bogatih ljudeh, ampak mogoče tudi, bom rekla, potegne za sabo cel trg, da danes ljudje bistveno bolj
si želijo nekih izkušenj, nekih dogodkov, nekih dogodivščin in so pripravljeni za to plačati. In to, kar zdaj razlagaš, se mi zdi, da dejansko izkoristiš tisto, kar se dogaja na trgu, in hkrati ponudiš še nek svoj produkt, zato da pač potem preizkusijo tebe in se potem odločijo za tvoje produkte. Tako da dejansko uporabiš nek trend, ki obstaja in ga izkoristiš v svoje dobro. Super, ja. Potem naslednja zadeva so lahko izzivi. Torej, tukaj vam bom dal primer Aleksandra Šinigoja. On ima, na primer, 7-dnevni NLP izziv, Prebudite velikana v sebi, in to je nek 7-dnevna dogodivščina, kjer dobivaš neke videote, pa maile, pa tako naprej. Skratka ti pomaga priti do nekega rezultata v 7 dneh. To je lahko 10-dnevni izziv, lahko je 2-tedenski izziv, lahko je 3-dnevni izziv. Torej, tudi to je lahko neka taka mamljiva zadeva za ljudi, da jih spraviš v svoj prodajni lijak. Ali pa seveda knjigo smo že omenjali, ti lahko napišeš knjigo, predvsem, torej, knjige ne napišeš zato, da boš z njo zaslužil. Knjigo napišeš zato, da ti bo prinašala stranke, ki bodo potem kupovali tvoj glavni produkt. S samo knjigo ne boste nikoli zaslužili. Razen, če niste Stephen King, ali pa Rowlingova, ampak teh je zelo malo. Tako da, če si v biznisu, boš napisal svojo knjigo zato, da si ustvariš kredibilnost, avtoriteto in da potem lažje prodajaš glavni produkt. Torej, ljudje, ki preberijo tvojo knjigo, vidijo, da si strokovnjak, vidijo, da obvladaš stvari in potem lažje kupijo tvoje glavne produkte. Potem še ta zadnji tak tip produkta, ki ga lahko ustvarite na podlagi svoje intelektualne lastnine, so pa študije primerov. Torej, za marsikateri biznis, njihove potencialne stranke rade volje pogledajo, kaj so ljudje, ki so podobni njim, naredili, da so uspeli na nekem področju. Naj vam dam primer. Tukaj je od Alexa Hormozija, ki ste verjetno že slišali za njega, on je pač zdaj eden od takšnih, on je zelo veliko na YouTubeu, ampak uspel je pa, torej, njegovi biznisi mu prinašajo, mislim, da zdaj več kot $100 milijonov, ne vem, če na leto, nekaj takšne. Skratka, zelo uspešne biznise ima. In on, se bom potem tudi, bova potem povedala Saro tudi malo njegovo zgodbo, ampak on ima pri enem od svojih biznisov, ima kot brezplačen produkt to, da ti da 33 case studijev, kako so drugi lastniki fitness centrov zelo uspeli v svoji niši. In če si ti lastnik fitness centra, te zelo zanima to, kako so drugi zelo uspeli in povečali dobičkonosnost in tako naprej. In že to je lahko ena ogromna vrednost za potencialne stranke in on potem to stvar oglašuje in to mu potem seveda prinese nove lastnike fitness centrov, ki pridejo v njegov prodajni lijak. In potem jim seveda kasneje proda svojo storitev. Tako da, če povzamemo, prva dva tipa produktov vam ne bosta nič denarja prinesla, ampak sta pa lahko najbolj dobičkonosna tipa produktov, ki jih ustvarite. Za Palantir, na primer, je največ dobička jim prinaša prav ta brezplačni produkt. Zakaj? Zato, ker jim je pospešil prodajne procese, zato, ker jim je pospešil skrajšal čas, v katerem stranka na koncu kupi. Zame recimo tudi podobno. Brezplačni produkt, moj brezplačni webinar je tisto, kar prinaša največ novih strank. Zato, ker tam ljudje vidijo moj sistem, tam vidijo, kaj pravijo drugi o samo skupaj, se naučijo določenih stvari, kako bolj uspešno investirati, tudi če nič ne kupijo do konca, in to potem prinaša nam zelo veliko strank. Tako da, to je ta ključna zadeva. Zdaj pa akcijski plan. Dajte se vprašati, kateri brezplačen ali pa zelo poceni produkt boste pripravili na podlagi svoje intelektualne lastnine. Torej, imate ogromno znanja, imate te diamante, sedite na gori diamantov, zdaj jih je potrebno samo vzeti, pa jih seveda malo izbrusiti. In to je, kadar se boste pač vzeli 1 uro časa, dajte pač o tem razmisliti in potem seveda iti v akcijo. In to nas potem privede še do strategije preeminence.
Torej, to je strategija za prevlado na trgu, ki jo je prvi nekako začel učiti o njej Jay Abraham. In ta strategija, kaj dejansko sploh je? To je poslovni pristop, pri katerem postanete v svoji niši najbolj zaupanja vreden svetovalec, do katerega najraje pristopa največ strank. Okay, torej postanete lahko najbolj zaupanja vreden svetovalec v vaši niši, ki pritegne tudi potem največ novih strank. Torej, Jay Abraham, jaz sem ga že od tam študentskih noh, sem ga zelo bral. Tega se spomnim, tega si bral že. Ja, tega si bral že takrat kot študent, ne, če se prav spomnim. Takrat, ko si bil resen marketingar, ne, ko si se resno ukvarjal z marketingom. Takrat sem se samo z marketingom ukvarjal, ja. So bili časi. Ja, res drži. Res, mislim, on je en marketinški strokovnjak, ki je name mogoče celo najbolj vplival. In njegovo filozofijo sem tudi potem seveda v vse moje poslovne, vse naše poslovne ideje smo vpeljali tudi njegovo filozofijo. Zdaj, kaj pravi ta strategija preeminence? Torej, to je poslovni pristop, pri katerem vaše podjetje postane najbolj cenjen in zaupanja vreden svetovalec v svoji niši. In zdaj, kaj to pomeni zate na trgu? Prvič, stranke te ne bodo več primerjale z drugimi po ceni. Cena postane precej nerelevantna. Tudi ti, če imaš 50% ali pa 100% višjo ceno za podobno zadevo kot nekdo drugi, ki ne sledi tej strategiji, bodo stranke kupile od tebe, običajno. Stranke so potem tudi bolj lojalne, kupujejo več pri tebi in te priporočajo bolj drugim. Skratka, to je en poslovni pristop, ki temelji na zaupanju, ki temelji na znanju in nudi strankam neko veliko čustveno varnost, kar omogoča vam to, da je potem vaš posel bistveno bolj dobičkonosen in seveda, da je bistveno bolj odporen na neke nove konkurente, ki prihajajo v vašo branžo. Zdaj, kako to doseči? Kaj je temelj te strategije? Temelj je, da morate začeti izobraževati zelo intenzivno svoje stranke. Torej, postati morate njihov glavni vir informacij o svoji niši. Okay? Torej, vi morate postati glavni vir informacij za svoje stranke o svoji niši. To pomeni, da morate stalno in konsistentno komunicirati z njimi. Okay? Ta komunikacija je ključnega pomena. In ne smeš komunicirati kot podjetje z njimi. Ti moraš komunicirati kot oseba z njimi. Torej, če si ti podjetnik, kot lastnik podjetja, moraš ti napisati maile, moraš ti napisati članek, moraš ti pripraviti nek video za svoje stranke in jim ga poslati. Torej, ne smeš se skrivati za svojo blagovno znamko svojega podjetja, ampak moraš ti, kot Janez Novak, moraš osebno komunicirati s svojimi strankami ali pa tudi potencialnimi strankami. In to ti ustvarja to kredibilnost, to ti ustvarja ta temelj, da postaneš tisti glavni svetovalec v svoji niši. Tako da, tukaj recimo, lahko vam dam en primer ene naše stranke, Gregor Verbajs je odvetnik in on zelo veliko dela na tem. Zelo veliko izobražuje preko člankov, preko social media, preko videotov in tako naprej. Skratka, zelo je šel tudi v to strategijo preeminence, jo implementirati in se mi zdi zelo fajn. Potem vodite stranke do cilja. To pomeni, da tudi če stranka bi hotela nekaj ali pa iti po neki poti, pa če vi vidite, da ne gre po pravi poti do tistega, kar bi rada dosegla, in morate vi to povedati. Okay? Torej, vi tukaj delate vedno v dobro stranke in tudi, če vidite, da stranka dela neko napako, je vaša naloga, da ji to poveste in da jo potem spravite na pravo pot. Okay? Torej, vi morate biti kot ona mama račka, ki pelje svoje otročičke naprej in ve, kdaj se ustaviti, ve, kje je levo, ve, kje je desno. Vaše stranke v vaši niši, torej, ko pridemo do vaše niše, tega ne vedo, zato ker niso strokovnjaki. Vi pa ste strokovnjaki in vi morate lepo povedati strankam, glejte, super, imate super idejo, ampak glejte, kaj se lahko zgodi, če greste po tej poti. Te in te težave. Zato
Moj predlog je, da gremo tako in to vam bo prineslo te in te koristi in tukaj boste zmanjšali rizike in tako naprej. A ste za? Gremo v to smer in potem greste naprej. Ne? Okay? Tako da morate vi voditi svoje stranke, ne pa vaše stranke voditi vas. To pomeni tudi, da morate vi veliko spraševati svoje stranke. Okay? Zato, ker če jim hočete vi nekaj svetovati, morate dobro vedeti, kakšna je njihova situacija, s kakšnimi izzivi in problemi se srečujejo in podobno. Okay? Ker šele potem lahko ti njim nekaj svetuješ, ko enkrat poznaš njihovo situacijo. In enkrat, ko to počneš, sprašuješ stranke in jim potem pokažeš pot do cilja, te one vidijo kot enega pomembnega, enega zelo zaupanja vrednega svetovalca, ki mu seveda bodo dali denar. Okay? In zadnja zadeva pri implementaciji strategije preeminence je pa to, da nikoli ne smeš prodajati svojih produktov ali pa storitev, ampak moraš prodajati svoje rezultate. Okay? Zdaj, kaj s tem mislim? Tukaj bi vam pokazal primer Alexa Hormozija, ampak predtem mogoče samo en tak zgodovinski, ikoničen primer prodaje rezultata ali pa vrednosti in ne produkta ali pa storitve. Patek Philippe, okay, ure, prestižne ure. Oni so vse marketinške kampanje, celotno bistvo njihovega podjetja je zajeto v enem stavku. In to je, you never actually own a Patek Philippe, you merely look after it for the next generation. To je nikoli ti v resnici nisi lastnik te ure, ampak si samo skrbnik te ure za naslednjo generacijo. Okay? In to je tako powerful message, da ura tukaj ni pomembna, produkt ni pomemben. Zakaj ti kupiš to uro za 30 ali pa 50 tisoč evrov? Ne zato, ker hočeš uro, ampak zato, ker dejansko kupiš ta občutek, da skrbiš za naslednjo generacijo. In oni so to fantastično naredili, to je dejansko, tako bom rekel, textbook example, torej iz učbenik za prodajo vrednosti ali pa rezultata namesto prodaje storitve ali pa produkta. Ampak glede na to, da danes tukaj verjetno 99,9% ali pa mogoče 100% udeležencev ne prodaja prestižnih ur, dajmo si pogledati, kako ta primer, kako to filozofijo uporabiti v nekem takemu bolj enostavnemu biznisu, ki vam bo zelo blizu in mogoče tudi vaš biznis je zelo podoben takšnemu biznisu in boste lahko to zelo enostavno prenesli v svojo prakso. Alex Hormozi, on je na začetku kariere bil osebni trener. In zdaj, kaj to pomeni? Delal je 1-na-1 treninge, zaračunaval je na uro, zaslužek je bil omejen, vsak večer je bil izčrpan in več strank, kot je imel, v večji meri je bil ujetnik podjetja. Zdaj, kasneje bo Saro tudi pri zadnji tematiki malo bolj šla na to zadevo, kot tudi se temu čim bolj izogniti podjetništvu, ampak to je dejansko bila njegova situacija. Okay, bil je osebni trener in biznis je, bom rekel, bil za nič. To je biznis je bil za nič. To je, bom rekla, se mi zdi situacija tudi številnih podjetnikov, ki dejansko imajo tako delovno, intenzivno delo in dejansko so časovno omejeni, da ne morejo več zaslužiti, ker ne morejo več delati. Tako je, ja. In zdaj, kje je bil njegov preobrat? Torej, on je potem prestopil od tega, da je prodajal ure, do tega, da je začel prodajati rezultat. To je bil ključ do uspeha, do njegovega podjetniškega uspeha. Torej, ni prodajal več treninga, ampak je začel prodajati popoln paket preobrazbe telesa v 6 tednih. Okay? Torej, dal je strankam nek jasen cilj, torej shujšali boste za 5 kg v 3 tednih, ali pa ne, zdaj se zmišljujete stvari, v x tednih, in potem dejansko ni več ponujal na uro, ampak je ponujal samo še te pakete. Cena ni bila torej več odvisna od ur in je bila odvisna v celoti od vrednosti rezultata za stranko. Torej, če se potem vprašate, koliko je za vas vrednost, recimo, če zdaj se počutite, da imate preveč kilogramov, kolikšna je za vas vrednost, realna vrednost, da bi shujšali recimo za 5 kilogramov?
Okay? In to je bistveno več vredno za vas, ne, kot pa tistih x-krat obisk fitnessa, ne, in vsakič plačate x evrov. Razumete? Torej, paket, ki vam to zagotavlja nek rezultat in kjer vas nekdo vodi do tega rezultata, je za vas bistveno več vreden, ne, kot pa samo neke ure fitnessa ali kakorkoli. Če lahko, Robert, tukaj nekaj dodam, smem? Ja. Da, en zelo podobno spremembo dejansko na našem trgu uporablja podjetje Linea Snella, ne, mogoče to je ženski publiki malo bližje, ampak oni imajo čisto isti koncept, ne, pač ti prideš tja k njim pač in se z njimi pogovarjaš o tem, kako bi želela izgledati na koncu, ne, in potem ti oni ne dajo 1 uro, 2 uri, 5 ur, enkrat na teden in tako dalje, ampak naredijo en paket, ne, ki ponavadi ni poceni, ponavadi je zelo drag, ne, ampak ti imaš to asociacijo, ki za ta cilj bom pač, rabim ta paket. Ne začneš računati, koliko je vsaka ura, ki jo boš tam preživel, ne, ker če ne bi gotovo, da je to relativno draga zadeva, ne, ampak vidiš samo cilj in dejansko cel paket. No, super, dober primer, ja. Stranke so bile bolj zadovoljne, zato ker na koncu so res dosegli nek rezultat, ki je pač on jih vodil do njega, ne, po nekem sistematiziranem procesu. Posel je postal bolj predvidljiv in ekipa je na to lahko prevzela izvajanje tega sistema, no, ampak kako je prišel do tega, bova kasneje pri zadnji tematiki povedala. Tako da ekipa je na to prevzela izvajanje tega sistema in on je potem ustvaril še en nov posel, kjer je učil druge lastnike fitnessov, ali pa še vedno uči, kako doseči podobne rezultate. Torej, kako narediti pretvorbo poslovnega modela za fitness centre od tistega, da prodajaš pač ure, do tega, da prodajaš te celovite pakete. Okay? In ta biznis mu zdaj prinaša milijone in milijone vsako leto. Tako da, jaz sem pred kratkim prebral njegovo knjigo, kjer govori tudi o enem ključnem konceptu, ki mu je njemu pomagal, in to je the value equation, torej enačba vrednosti. Ne? In zdaj, poglejmo, kaj pravi ta koncept, se meni zdi fantastičen in res ga lahko, praktično vsi ga lahko uporabimo v svojih biznisih. Tako da poglejmo. Zgoraj imaš dream outcome, to pomeni sanjski rezultat, ki si ga želijo vaše stranke. Okay? Torej, kaj je sanjski rezultat, ki si ga želijo vaše stranke? To je zgoraj. Potem kratne perceived likelihood of achievement. Torej, to je pa, kolikšna je zaznana verjetnost stranke, ko se enkrat pogovarja z vami, da bo dosegla ta sanjski cilj. Okay? Torej, sanjski cilj, kakšen je, in pa kako stranka zaznava nekako verjetnost, da ga bo dosegla. Spodaj imamo pa time delay in pa effort and sacrifice. Torej, time delay pomeni, koliko časa boš imel zamika, dokler boš dosegel ta rezultat, in pa effort and sacrifice je pa koliko časa, torej koliko energije in pa truda boš potreboval za to, da boš dosegel ta rezultat. In če to zdeliš, ne, dobiš na koncu value, oziroma vrednost, ki jo čuti stranka. Torej, če ti imaš produkt, ki obljublja izjemno dober dream outcome, torej izjemno dober sanjski cilj, in če ti uspeš stranki pokazati, da imaš nek fantastičen sistem, ki je že deloval za druge, da boš ti dosegel ta sanjski rezultat, stranke potem čutijo manjše tveganje, oziroma čutijo višjo verjetnost, da bodo ta rezultat dosegli. Torej, ti moraš dejansko zvišati to prvo in drugo zadevo, ki sta zgoraj, in znižati pri svoji ponudbi te spodnje dve zadevi. Okay? Moraš nekako priti do tega, da imaš sistem, ki bo hitreje stranke pripeljal do željenega cilja in z manj truda in z manj seveda vseh drugih potrebnih stvari, ki jih stranka mora vložiti v to. In to ti prinese, da je tvoja ponudba potem bistveno ima višjo vrednost v očeh tvoje stranke in to pomeni, da bo stranka kupila bolj gotovo tvojo zadevo za višjo ceno, kot pa pri konkurenci. Okay? Torej, to ti da eno zelo veliko prednost na trgu, kaj ti pridobil boš bistveno več strank,
in ni ti potrebno toliko odpaziti pri ceni, imaš lahko tudi bistveno višjo ceno. Okay? Tako da to je res en tak zelo powerful model in dajte ga uporabiti v svojem biznisu. Glede svojih ponudb, glede tega, kar počnete, kar ponujate strankam, dajte razmisliti, kako bi lahko dvignili ta zgornji del, pa kako bi lahko znižali ta spodnji del. Okay? To je zelo, zelo, zelo pomembna zadeva. Lahko tukaj še nekaj dodam? Lahko, ja. Veš kaj, ko si zdaj razlagal, sem razmišljala o tem spodnjem delu. No? In zdaj sem zelo veliko v nepremičninskih poslih, imam veliko pravka z raznimi projektanti, arhitekti in tako dalje. No? In se mi zdi, da oni imajo tak velik potencial v tem spodnjem delu, ne? Da bi zmanjšali, bom rekla, in čas in dejansko napor, ki ga stranka mora vložiti, da prideš do kakšnega rezultata. No? Tako da tukaj se mi zdi, da to je ena cela panoga, kjer je, bom rekla, veliko možnosti. Ja, veliko možnosti za izboljšave, pa tudi sem potem razmišljala, ko si razlagal, ko sem recimo gledala različne ponudnike, dejansko najbolj toplo pri srcu mi je bilo, ko je tam pisalo, da so neki roki kratki, in da dejansko naredijo vse oni, in dejansko da to je tisto, kar si stranka želi. No? Ja, to ljudje zdaj cenimo, in to ti omogoča, da potem tudi prodaš po višji ceni in tako naprej. Ampak mogoče, če se spomniš, še eno stvar mi še na misli. Sistem, ki ti bo stranke pripeljal do nekega rezultata na hitrejši način, ampak to se da narediti. Če samo optimiziraš neke stvari, neke procese in tako naprej, pa če malo drugače zastaviš z vidika stranke, kako boš izvajal svojo storitev in lahko tukaj ogromno narediš. Tukaj je dober primer, se mi zdi, Robert, če tisti naš prvi biznis, ki smo ga imeli, izdelavo spletnih strani, se spomniš, tako je bilo, ko smo prodajali spletne strani, takrat, ko danes vsi to vemo, ko se lotiš spletne strani, največji problem je treba napisati vse besedila, zbrati vse slike, se zmeniti, kje bo kaj na tisti spletni strani, in to je, bom rekla, zelo zamudno, ti kot podjetnik misliš, jaz si rabim novo spletno stran, ampak potem, ko razmišljaš, kaj vse bo treba narediti, si rečeš, ok, nimam časa, bomo preživeli zdajšnjo še nekaj časa. No? In mi smo takrat pri tistem svojem biznisu smo prav na tem ogromno delali, in smo dejansko napisali vse vsebine za stranke, in smo dejansko šli k strankam, jih posneli. Mi smo ugotovili, da je to ozko grlo za stranko in da stranke ful se bojijo iti v internet projekte, zato ker vejo, to bomo zdaj vse mi še znova pisati in tako naprej. In tukaj smo to ugotovili in smo potem ponujali, da smo mi celo prišli z snemalniki zvoka, z mikrofončkom, smo prišli do stranke, do njihovih vodij in oni naredili intervjuje z njimi in potem smo mi napisali vsebine na podlagi teh intervjujev. Zdaj, če bi to zdaj delali, bi še ChatGPT še zdaj uporabili, pa bi dejansko prišli, bi posneli transkripcijo, naredili na hitro za IM in potem bi dejansko še vrgli ChatGPT-ju, da nam napiše tekste. In mislim, tukaj imaš v ogromno panogah, imaš ful potencijala, kako lahko uporabiš ta orodja in te nove možnosti in tako naprej. Samo pač moraš razmišljati z vidika stranke, moraš razmišljati, kako boš stranki dal čim višjo vrednost in potem najti rešitve. Tako da se mi zdi, da po eni strani to, bom rekla, povečevanje pač te percipirane vrednosti, po drugi strani se mi zdi prav tako, kot si rekel, ta tehnologija ti tudi na tem spodnjem delu omogoča, da marsikaj danes narediš. Ja. Cool, super, ok. In zdaj akcijski plan, zelo enostaven. Torej, dajte razmisliti, kako bi pri tej formuli, dajte si vzeti to formulo, dajte vzeti svoje ponudbe, ki jih imate in dajte zelo intenzivno razmisliti, kako bi lahko dvignili zaznano vrednost svojih produktov in storitev s pomočjo te formule in kako boste začeli sistematizirano komunicirati s svojimi strankami. Ker to je ključnega pomena. Komunikacija. Komunikacija, ker če ti daješ informacije in znanje svojim strankam, te bodo videle kot strokovnjaka, te bodo videle kot zaupanja vredno osebo, kot tisto podjetje, pa osebo, ki jim da največ vrednosti. In to potem seveda strankam nudi neko čustveno gotovost, da se odločajo dobro in da seveda ostanejo pri vas kljub neki konkurenci. Tako da, dajte to value equation, dajte jo res se kar začeti intenzivno ukvarjati z njo, ker to je ključ do dobrih ponudb.
Okay? To je ključ do dobrih ponudb. Jaz, če bi ponujal recimo samo tečaj o dolgoročnem investiranju, ga ne bi nihče kupil, ne? Ampak zato, ker ponudim nek paket, kjer dejansko dvignem to perceived likelihood of achievement in dvignem dream outcome in znižam time delay in pa effort and sacrifice, s tem dejansko jaz dobim potem eno veliko vrednost, ki jo stranke dobijo, ko kupijo moj program, ne, ko se pač učlanijo van. Ne. In to je bistvo. Ne. Torej, o tem moraš precej razmišljati in precej moraš delati na tej svoji ponudbi. Ne. Ker ponudba ni enaka vašemu produktu ali pa storitvi. Vaš produkt ali pa storitev je samo en majhen delček vašega celotnega paketa, ki ga ponudite lahko vaši stranki. In to je ključ do uspeha. Ok, in na koncu gremo še četrto tematiko, to je podjetnikova past, kako se izmotati iz nje. In tukaj se bova navezala na tisto prejšnjo zadevo, ki sva govorila o Aleksu Hormoziju, ki je imel pač biznis, ne, ker je bil on sužen, ne, ker vsaka stranka mu je samo več dela prinašala in vsak večer je bil izčrpan in ni mogel pač priti ven iz te pasti. Tako da, Sara, kar gremo v akcijo tukaj, ne? Ja, se mi zdi, da velikokrat se nekdo odloči za podjetništvo, zato ker si želi več svobode, ne? Se mogoče v službi počuti ujetega, hoče delati stvari po svoje, sprejemati odločitev po svoje, mogoče tudi imeti več fleksibilnosti, kot je ima v službi, in potem pač se odloči, ok, jaz bom šel v podjetništvo. Zdaj, realnost je pa taka, da potem v podjetništvu se lahko jim zgodi, da padejo v to podjetnikovo past in so v bistvu še bolj omejeni, kot so bili prej in dejansko tako, kot je tale gospod, se znajdejo dobesedno v zaporu. No. Ampak, da se lahko pogovarjamo o tej podjetniški pasti, dajmo sploh pogledati, kateri so simptomi, da ste se znašli v tem položaju. No. To se pravi, kateri so znaki, da ste v tej pasti. No. Prva je to, da delate ogromno, ne, in da ste veliko pod stresom, to je, bom rekla, najbolj klasičen znak, ne. Se pravi, takrat, ko ne delate več vaš delovnik, ampak delate bistveno več, sobote, nedelje, ne morete iti na dopust in tako dalje in ste pod stresom. Potem, karkoli se dogaja, ne, ste vedno vi tista oseba, ki mora pač vse skupaj reševati. Ne. Se pravi, če kakšen problem ste vi tisti, ki mora reševati, vi ste povezovalni člen med stranko, storitvijo, izdelkom, skratka ste tisti, ki držite vse ključne stvari skupaj, zato da vaša storitev oziroma vaše podjetje sploh funkcionira. Ne. Potem stalno morate gasiti požare. Ne. Ves čas so neki problemi, ves čas so neke krize in vi to uspešno gasite, ampak seveda več kot gasite požare, bolj ste izčrpani, bolj ste, bom rekla, pod stresom, iz leta v leto to težje postaja, to težje zdržite. Ne. Potem vprašanje, kaj pomeni dopust. Da takrat, ko greste vi recimo, želite na dopust, greste na dopust z telefonom in potem vas dejansko kličejo zaposleni, sodelavci, dobavitelji, stranke in dejansko tudi z dopusta morate urejati stvari, ampak ne morete ugasniti telefona in reči 2 tedna me ni. No. In še ena taka, bom rekla, tudi pomemben podatek, je to, da si za stranke tudi ti referenčna točka in kljub temu recimo, da imaš nekaj sodelavcev, ki bi lahko ti pomagali, s katerimi bi lahko stranke interagirale, se ti dogaja, da stranke želijo prav tebe, ne hočejo govoriti samo s tabo in dejansko zaupajo samo tebi. Ne. In zdaj, rezultat vsega tega je, da ti enostavno tvoj zaslužek ne raste tako hitro lahko rečemo, ali pa tako dobro, kot raste tvoj napor, ki ga pač moraš vložiti v podjetje. Izgledaš nekako takole, ne? Ja, izgledaš nekako takole, ja, ne. To se pravi, si razštelan na vse strani, ves čas v kriznem menedžmentu, ves čas rešuješ neke krize, sicer uspešno, ampak to na dolgi rok terja tudi na zdravju ponavadi svoj davek. Ne. Zdaj, zato da razumemo, zakaj prihaja do tega, zakaj pač se ti pojavljajo vsi ti znaki, zakaj imaš to situacijo, moramo en trenutek razumeti,
kakšna je podjetnikova pot. No, tako da se bomo zdaj na kratko podali na podjetnikovo pot, da razumemo, kako sploh raste neko podjetje, kako se razvija in potem boste videli, zakaj pademo v to podjetniško pas. Torej, ko začnemo, ko začnemo neko svojo podjetniško pot, na začetku smo startup. Ponavadi smo sami ali pa imamo nekega poslovnega partnerja, ampak to je, bom rekla, tista prva faza pač startupa, ko dejansko ti začneš in imaš tam enega zaposlenega, si sam, ali pa imaš še nekega partnerja. No. Potem, ko gremo čez to fazo, smo v nekem času, ki je ponavadi traja celo za nekatera podjetja par let, za nekatera podjetja se nikoli ne konča, nekatera podjetja tukaj crknejo. To je pač tista faza borba za preživetje. Ponavadi imamo tukaj tako 1 do 3 zaposlene, med 100 in 150 tisoč prihodkov na leto in dejansko se borimo za vsako stranko, za vsak cent, zato da preživimo. Če nam uspe prebroditi to fazo, potem se začne neka rast in preidemo tja nekje po 3, začnemo 4, 5, 7, 8, 10, tja nekje do 12, 13 zaposlenih je naslednja faza. In zdaj odvisno od tega, kako dober poslovni model imamo, kako dobro nam gre, lahko se razvijamo v neko lifestyle podjetje, če nam gre zelo dobro, imamo, bom rekla, tako malo število zaposlenih in dobre poslovne rezultate. In če ne rečemo, da je to butik v težavah, ker še vedno poslovni model čisto ne stoji tako, kot bi moral, preživimo, se razvijamo, rastemo, ampak ni to neko lagodno podjetniško življenje, bomo rekli. Po tej fazi lifestyla, kjer imamo največ tako približno 13 zaposlenih, 12-13 zaposlenih, se začne eno dolgo obdobje suše. In to je v bistvu obdobje, ki traja do takrat, ko ima podjetje približno 50 zaposlenih. V tem obdobju vam stroški zelo hitro rastejo, ker morate zaposliti ljudi, se širiti, rabite sisteme, rabite informacijske sisteme, ker naenkrat rabite kadrovsko računovodkinjo in pač vse te stvari. Stroški vam tukaj zelo hitro rastejo, prihodki pa vam dejansko ne morejo tako hitro rasti, zato pravimo temu obdobju puščava. In tukaj veliko podjetij dejansko tukaj tega pritiska ne zdrži. Tisti, ki pa to dejansko držijo in prebrodijo to puščavo, pridejo v naslednjo fazo. Če so zelo uspešni, govorimo o tako imenovanem performance podjetju, če jim ne gre tako dobro, ampak so vseeno nekako pregurali puščavo, govorimo o tovarni. In zdaj šele takrat, to potem je neko obdobje, ki traja zelo dolgo, nekako tam od 50 do 250 zaposlenih se tukaj podjetje razvija in potem, če vam uspe prebroditi še to obdobje, pridete do tiste faze samorogov. To so pa velika podjetja nad 250 zaposlenih in to so ponavadi tista, ki jih tudi mi vsi poznamo, od Apple do Robert je prej imel tega Palantirja, to se pravi ta znana velika podjetja, ki so zelo uspešna in imajo zelo, zelo dobre poslovne rezultate. No. Tako da to je nekako ta, bom rekla, naša podjetniška pot, ko se podjamo podjetništvo in zdaj na tej naši podjetniški poti je, recimo, če pogledamo Slovenijo, velika večina podjetij v teh prvih 2 fazah, startupa in borbe za preživetje. Približno 80% podjetij je na tem nivoju, in zelo težko prodrejo potem v to že fazo lifestyla ali pa butika v težavah. In zelo težko prodrejo, zato ker tukaj med tema 2 fazama je tako, kot da bi bil nek zid. In temu zidu pravimo podjetnikova past. In zdaj bomo dejansko pogledali, kaj se tukaj dogaja, da boste razumeli, zakaj vas ta zid zadržuje, da se ne uspete potem razviti včasih v lifestyle ali pa butik v težavah. No. Zdaj, tisto, kar moram tukaj povedati, je še to, da včasih podjetja poskušajo podreti v lifestyle in imajo, se začne recimo širiti, imajo 5, 6, 8 zaposlenih, tudi 10, ampak potem jim zginejo tla pod nogami in dejansko morajo iti nazaj. Se pravi, da temu rečemo, da sistemsko niso pripravljeni za naslednjo fazo in zato poskus jih nekako vrne nazaj. In zdaj dajmo pogledati, katere so
Kateri so ključni razlogi, da podjetniki padejo v to tako imenovano podjetniško past? Zdaj, jaz mislim, da en tak ključen razlog izhaja iz tega našega mindseta. Zato, da ti postaneš podjetnik, na začetku si deklica za vse in moraš biti sposoben delati vse. Se pravi, moraš obvladati svoj produkt, svojo storitev, ampak moraš tudi znati nekaj marketinga, ker če ne, nihče ne bo kupil tega tvojega produkta, moraš poslovati približno legalno, kar pomeni, da se moraš vsaj malo spoznati na finance, računovodstvo, pravo, zato da ti pač država ne zapre podjetja. Se pravi, moraš delati ful stvari. In ker se ti naučiš tako dejansko delati ful stvari na začetku, potem ostaneš v tem načinu razmišljanja, in se nekako prepričaš, da ničesar ne zna nekdo drug narediti tako dobro kot ti. Okay? In to dejansko pomeni, da začneš koncentrirati v svoje roke vse delo, zato ker noben drugi ga ne zna narediti tako dobro kot ti, in to ti ustvarja težave pri tem, da ne znaš več stvari delegirati naprej. In zdaj, kateri so razlogi torej, da mi ne delegiramo, da nimamo nekih sodelavcev, nekih zunanjih sodelavcev, ki jim delegiramo, ali pa če jih imamo, jih zaposlimo za nekaj časa, pa ugotovimo, da so itak brez veze, jih odpustimo in začnemo delati sami naprej. Torej, prvo je to prepričanje, da jaz bom naredil hitreje, bolje kot nekdo drug, ker bom rekla, ni niti tako napačno prepričanje. Če si ti na začetku to delal v svojem podjetju, to dejansko obvladaš in vsak drugi, ki začne to delati, pač ne bo naredil tako hitro, tako dobro kot ti. Tako da bom rekla, ta element je čisto upravičen, to razmišljanje je čisto upravičeno, problem je, da se začne zelo, zelo štopati. To se pravi, da prvo je prepričanje to, da bom naredil bolje ali pa hitreje kot drugi. Drugič se mogoče bojiš, da boš izgubil nadzor. Recimo, ne vem, ti veš, da stranke morajo biti zadovoljne in če zdaj nekdo drug izvaja neko storitev pri stranki, pa mogoče ta storitev ne bo tako dobra, izgubiš nadzor nad kakovostjo, recimo, rečeš, ok, to lahko pomeni, da bom potem moral zapreti podjetje, če stvari niso tako dobre. Ali pa recimo, ne vem, če je neka ekipa začne pri tebi delati neko storitev, potem se malo bojiš, da ne veš, ne moreš več kontrolirati, kaj oni počnejo, ali pa da nimaš več nadzora pri tem, kaj se dogaja pri tej storitvi, kaj oni komunicirajo s stranko, kaj obljubijo stranki, da boste naredili, ne pa kakšne roke obljubljajo stranki. Se pravi, se bojiš in rečeš, ok, tle bom izgubil nadzor, je bolje, da ne, bolje, da sam se zmenim stranko. Tretja je pa neka taka osebnostna lastnost, čisto vprašanje pač perfekcionizma. To se pravi, jaz imam zelo visoke standarde dela, in sem perfekcionist in hočem, da so stvari narejene dobro. In to je večkrat problem pri podjetnikih, zato ker, tako bomo rekli, če ti hočeš biti uspešen podjetnik, ne moreš delati zelo slabo. Moraš pač imeti neke visoke standarde dela in ponavadi pri sebi jih imamo in potem, ko začnemo zaposlovati druge ljudi, si mislimo, ja, pa se ne delajo tako dobro, kot bi jaz delal, in potem nas to zelo, zelo omejuje. To se pravi tudi neka zelo pogosta lastnost podjetnika je, da si perfekcionist in to te omejuje, da nekomu drugemu ne predaš naloge, da ne delegiraš dela. In potem zadnja stvar, ki ponavadi se ne omenja, ko govorimo o virah delegiranja, ampak meni se pa zdi zelo pomembna. Včasih se mi zaljubimo v neko delo. In tisto delo mogoče nima neke take velike dodane vrednosti, ampak nam je všeč to početi. In recimo, da vam dam en primer, pri Akademiji Pantarej, meni je bilo vedno zelo, zelo všeč organizirati dogodke. In ko smo imeli kakšne velike dogodke, sem pač vedno bila rada vpletena v to, kaj se bo dogajalo, kje, kdaj, kako, kje bojo sodelavci, kdo bo sprejemal stranke, kdo bo v dvorani, kdo bo imel mikrofone. To je meni zelo, zelo všeč. In vsakokrat, ko je nek nov velik dogodek, se jaz zelo veselim, da bomo to spet počeli in mi je zelo, zelo težko se disciplinirati, da si rečem, da Sara, imamo druge ljudi, ki to ravno tako dobro vladajo. Vem, da ti je to všeč, ampak glej, ti imaš kakšno drugo delo, kjer si bolj potrebna, ki je bolj pomembna in se mu moraš bolj posvetiti. Tudi če je tisto ti res zelo všeč. Tako da včasih se tudi zaljubimo v neko delo in ga hočemo kar naprej opravljati, čeprav bi ga morali delegirati nekomu drugemu, zato da mi pridobimo čas in delamo stvari, ki imajo višjo dodano vrednost. To so torej nekaki razlogi, zakaj ne delegiramo dovolj. Zdaj pa mogoče, da ne bomo tukaj peturno, da smo čim bolj pragmatični, bi vam dala mogoče nekaj iztočnic za neke rešitve. Kako lahansko če se vidite, da delate te napake, če se vidite, da imate tukaj težave,
potem kakšne so lahko rešitve, ki vam pomagajo priti iz te podjetnikove pasti. Torej, prva taka rešitev se mi zdi, ki je treba zelo močno osvojiti, psihično, se mi zdi težko jo sprejeti, če imaš visoke standarde dela, če si perfekcionist pa sploh, je to, da moraš delegirati po načelu 80% je dovolj. Torej, če tudi ti neko delo opravljaš na izjemno visokem nivoju, dejstvo je, da če hočeš kot podjetje napredovati, boš moral tisto zadevo počasi nekomu delegirati. In za večino del, ki jih opravljamo, večino nalog, ki jo opravljamo, je dejansko tako, da je 80% preprosto dovolj dobro za to nalogo. To se pravi, je dovolj, da se naredi tisto nalogo na nivoju 80% tega, kar bi ti naredil. In zdaj, če imaš ti nekega kolega, ki prevzame to nalogo in če on to opravlja na nivoju 80%, je to več kot dovolj in potem boš ti z coachingom, vodenjem, pomočjo in tako dalje prišel do tega, da bo on to obvladal na 90%. Ampak izhajati moraš iz tega, da za večino nalog, ki jih danes upravljamo v podjetju, pač 80% je dovolj dobro, tudi če ni 100%, bo podjetje ne samo preživelo, ampak bo to bolje za podjetje, ker boš tudi lahko svoj čas in energijo usmerjal v druge naloge, ki so mogoče pomembnejše. Tudi tukaj treba vedeti, da včasih te znajo zaposleni pozitivno presenetiti. Zato, ker včasih mi podjetniki, ko začnemo razvijati podjetje, in tako kot sem prej rekla, delamo na vseh različnih področjih, imamo občutek, da smo potem na vseh teh področjih kar dobri, na nekaterih boljši, na nekaterih slabši, ampak da stvari znamo. Dejstvo pa je, da če dobiš nekoga, ki je zelo dober računovodja ali pa nekoga, ki je zelo dober marketingar, te bo on na tistem področju prekašal, enostavno zato, ker je specialist za tisto področje. In včasih se podjetniki tega ne zavedamo, in potem dejansko, ko spustimo stvari z rok, ko jih predamo nekomu, ko se tisti človek poglobi samo v tisto področje, ker njemu se ni treba ukvarjati z preostalimi zadevami v podjetju, se lahko ukvarja samo z marketingom, se mu ni treba ukvarjati z vodenjem, financami, računovodstvom, dobavo storitev in tako dalje, se pravi, on se ukvarja s svojim področjem in potem te lahko zelo pozitivno preseneti, pridobiva tam hitreje znanja, kot bi jih ti in dejansko na takšen način ugotoviš, da če si na začetku mislil, da bo delal na 80%, potem lahko dejansko čez čas začne delati na 110, 120, 130 od tega, kar bi ti počel. Tako da to načelo 80% je dovolj, je prva stvar, ki se mi zdi, da vam lahko pomaga prebroditi to podjetniško past. Druga je procesi. Pomembno je, da v podjetju, če ti želiš, da nekdo drug počne neko nalogo, ki jo ti počneš, da moraš pripraviti neke preproste procese, kako se nekaj naredi. In zdaj za tiste najbolj enostavne procese je to so ponavadi neke ponavljajoče se naloge, kjer moraš opredeliti 3 do 5 korakov, kako se izdaja račune, kako se vse računovodske operacije, kako se neko ponudbo pripravi, če imate neke standardne ponudbe. Tako da za vse take stvari pripraviš lahko neke preproste procese in cilj teh procesov je zmanjšati odvisnost podjetja od vas, da ni treba čakati, da vi vse naredite. Da lahko nekdo drug to naredi namesto vas. Zdaj seveda niso vsi procesi v podjetju preprosti, nekateri so bolj kompleksni. Recimo, prej sem vam omenila, pri Akademiji Pantarej imamo 1-krat, 2-krat na leto kakšen velik dogodek, in to ni preprost proces v 3 do 5 korakih. Tukaj govorimo o 3-4 mesece priprav na to zadevo. Ampak si lahko pomagate z nekimi drugimi orodji. Mi recimo imamo nek kontrolni seznam za te velike dogodke, sem tukaj kratek screenshot vam dala, ki so kot neke checkliste, kaj se naredi 3 mesece prej, kaj se naredi 3 tedne prej, kaj se naredi 2 tedna prej. In dejansko zdaj tukaj imate en delček, checklist je bistveno daljši, tistega, ki ga imamo v realnosti, ampak da se dejansko opredeli, kaj mora biti vse do določene faze narejeno, zato da nekdo, ki niste vi, lahko spremlja proces in dejansko ugotovi in dejansko skrbi za to, da se opravi vse, kar je potrebno opraviti.
Zdaj, ena druga zadeva, ki vam lahko pri tem tudi pomaga, je recimo, da danes imamo spet vso to tehnologijo na voljo. Ko smo mi prvič pisali procese pri akademiji Pantarej pred 20 leti, smo imeli delovno soboto, celo podjetje je prišlo pač tisti dan pisati procese in smo pač pisali na papir postopke, kako se delajo različne stvari. Ki so potem seveda zastarele, in po enem letu je bilo treba spet se usesti, ali pa vmes še kaj popravljati in je bilo to zelo, zelo zamudno. Danes za večino procesov, ki jih imamo v podjetju, uporabljamo posnetke. To se pravi, nekdo, ki to nalogo opravlja, naredi posnetek, kako se ta naloga opravlja. Dejansko razlaga na računalniku, kaže, klikneš sem, narediš to, narediš uno, tretje, četrto in to posnamemo zaslon, posnamemo zvok. Tako da, če slučajno mora nekdo drug tisto opravljati, ali pa ko recimo dobimo enega novega sodelavca, ki mora tisto delati opravljati, mu rečeš, tam je posnetek, poglej si in nauči se. Recimo to tudi v drugih panogah se uporablja. Recimo imam enega prijatelja, ki je gostinc, ima na tako zelo luksuzno restauracijo, in on mi je razlagal, ko je prišla že generacija Y na trg, je rekel, da ima blazne težave pri vajanju, kako mora biti točno miza pripravljanja, kje morajo biti vilce, kaj je treba narediti, zato da ta miza izgleda tako, kot si on želi. In rekel, na začetku sem razlagal, pa pisal, pa delal checkliste, je rekel, zdaj poslikam mizo in jo dejansko temu študentu ali pa temu pripravniku, ki ga imam, mu pošljem na telefon mizo, mu pošljem sliko, on vidi sliko in tako, kot je na sliki, tako naredi. In ni treba nobenih procesov v 35 korakih, kako bomo najprej to, pa potem to, pa potem to. Tako da danes obstaja veliko teh orodij, ki nam lahko pomagajo, zelo poenostavijo to, da si postavimo neke standarde, neke procese dela v podjetju. In tako kot tukaj sem napisala, že če uporabljate pač tole orodje za izrezovanje, ki ga ima vsak Windows paket, to imamo vsi na računalniku, ne rabiš nobenih posebnih aplikacij, ne vem kaj, in s tem si dejansko mi vse pomagamo. Tudi za delegiranje si pomagamo. Jaz pač tam posnamem, kažem na zaslonu, kaj treba narediti, posnamem in dejansko pošljem sodelavcu ali pa izvajalcu zunanjemu, ki pač mora to narediti. Ja, tukaj tudi, če nimaš nobenih orodij posebnih, vsak ima ta snipping tool, to je ta Windows orodje za izrezovanje, ki omogoča in screenshote delati in pa tudi video te posnet, da rabiš sam mikrofonček od kamere, pa lahko snemaš navodila in potem lahko vse skupaj daš na svoj Google Drive, pa potem šeraš link z nekim sodelavcem. Tako da lahko daš vse skupaj na nek Google Drive, šeraš tiste linke in to je to. Tako da ne rabiš, mislim, to so nični stroški. Ja, tako, drži. In zdaj mogoče še en tak način, kako se lahko izvijete iz te podjetnikove pasti, še ena taka rešitev, da se izvijete iz podjetnikove pasti, je, da dejansko poskušate narediti nek premik od mikroupravljanja do vodenja. Takrat, ko podjetniki zaposlimo svoje prve sodelavce, se večkrat zelo ukvarjamo z vsako malenkostjo, kar oni počnejo. In to je seveda časovno zelo zamudno. Ugotovimo, da en kup in pol stvari ni takih, kot smo si mi želeli, mi mislili ali pa kot smo mi delali, predvsem to. In potem čez čas ugotovimo, da ta oseba tega sploh ne more početi in da bolje, da naredimo sami. Tako da, če poskušamo narediti ta preskok od tega, da mikroupravljamo nekoga, do tega, da ga začnemo voditi, potem začnemo razmišljati tako, da moramo človeku postaviti neka jasna pričakovanja in neka jasna merila uspeha. Se pravi, da dejansko mu povemo, kaj je treba narediti, do kdaj je treba narediti, na kakšen način moramo to, na kakšen način mora biti to narejeno. Zelo pomembno, jaz poudarjam vedno pri delegiranju, da moraš človeku vedno razložiti big picture, zakaj je potrebno to narediti, kakšne so posledice, ko bo on to naredil, zato da razume, zakaj se počne.
Vsi eksperimenti na področju psihologije, vse, bom rekla, raziskave na področju vodenja vedno znova kažejo, da če ljudje razumejo, zakaj se nekaj dela in zakaj je nekaj pomembno, obstaja bistveno večja verjetnost, da bo to narejeno. Ampak bistveno ne mislim 5%, bistveno mislim, 30, 40, 60%. Okay? Tako da vedno razložiti, zakaj je dobro, da nekaj naredimo, in v končni fazi tisto, takrat, ko delegiramo stvari, moramo zelo dobro sporočiti, kaj je naša predstava dobrega dela, kaj je tisto, kar na koncu pričakujemo, da bomo dobili. In to je dejansko ključ vsega. Ne? Če sodelavec razume, kaj je tisto, kar mi pričakujemo, da bomo dobili na koncu, bo to dosegel, verjetno po malo drugačni poti, kot bi pač dosegli to mi. Ne? In tukaj je pomemben ta del, da damo temu sodelavcu tudi neko svobodo, zato da pride do istega rezultata sam, tako kot želi, in zelo verjetno je, da bo našel neko drugo pot, ki mogoče tudi bolj učinkovita od te, ki smo jo uporabljali mi. Okay? Tako da pomembno je, da se premaknemo od tega mikromenedžiranja, da jim gledamo pod prste in ves čas ugotavljamo, kaj delajo in kako delajo in kakšne tabele imajo in kje imajo stvari pospravljene in tako dalje, do tega, da se osredotočimo na vodenje kot spremljanje rezultatov in usmirjanje in podpiranje sodelavcev, da pridejo do tistih rezultatov in jim damo več manevrskega ali pa čim več manevrskega prostora pri tem, kako priti do tistih rezultatov. Zdaj še ena taka, mogoče malo bolj za hec, ampak niti ni toliko za hec, no. Še ena taka možnost, ki jo imate, če ste zelo zaposleni, če ste zelo preobremenjeni, a ne, ena taka rešitev za podjetnika je, da tudi si zaposli nekega pomočnika ali pa pomočnico, ne. Vedno dajte se zavedati, kot podjetniki delate stvari, ki imajo visoko dodano vrednost in delate tudi stvari, ki imajo nizko dodano vrednost. In recimo, če vi delate stvari, za katere lahko bi jih naredil nekdo drug bolj poceni ali pa celo boje, recimo, da izdajate račun, ali pa recimo delate neko administracijo, neko birokracijo, neke stvari, ki jih država zahteva od vas, ne? To so vse stvari, ki so relativno nimajo velike dodane vrednosti za podjetje in predstavljajo nek slab izkoristek vašega časa. Ne? In vi v tem trenutku sebe plačujete za to, da to počnete, ne? In to plačujete po neki visoki urni postavki. Okay. To se pravi, da bi bilo bolje, da bi nekoga drugega plačali malo manj, da bi on to delal in vi dejansko čas izkoristili za neke naloge, ki imajo višjo dodano vrednost in ki vam bojo prinesle nek rezultat na dolgi rok. Tako da to je v bistvu najhitrejši način, da se rešiš podjetniške pasti. Seveda je pomembno ne samo, da zaposliš pomočnico, pomočnika, ki je lahko tudi nek študent, part-time, 4 ure, 2-krat na teden, pač tukaj ne pomeni, da morate nekoga zaposliti full-time danes z visoko plačo. Ne, lahko postopoma pridete do tega, da si omislite to pomoč. A ne? Ko dejansko to naredite, ugotovite, da se lahko vaša produktivnost poveča tudi za 200 do 300%. Poudarjam, seveda čas, ki ga zdaj prihranite, namenite drugim stvarem, ki imajo višjo dodano vrednost. Če v tistem času pač greste ležati na plažo ali pa piti kavo s kolegico, je tudi to legitimno, sam ne morate pričakovati, da bojo potem seveda rezultati bistveno boljši. Zdaj, recimo, smo pogledali, kaj je podjetnikova past, kakšni simptomi smo, da smo tam. Videli smo 4 možne rešitve, ki vam lahko pomagajo priti iz te pasti in sem prepričana, da tako, če pogledate svoje delovanje, sigurno vidite, da delate kakšno od teh napak. Jaz vedno, ko imam webinarje ali pa delavnice o teh zadevah, vedno znova, bom rekla, so tudi zame nek opomnik, katere neumnosti še vedno počnem in česa ne bi smela početi, ne pa poznam podjetnikovo past, sem se je rešila že veliko časa nazaj, ampak še vedno kakšne neumnosti počnem, ne? Tako da
je to, zato smo, bom rekla, tudi pogledali zdaj te napake, ki jih počnemo, no, da se vidite v njih, da premislite, kaj od tega je treba izboljšati. Ne? Potem pa seveda moramo tudi vedeti, kako bo izgledalo takrat, ko pridemo ven iz te podjetniškove pasti, ne? Kakšno bo tako življenje potem za vas. Ne? Prvič, tisto, kar se bo spremenilo, da boste imeli več časa za razvoj in rast podjetja, ne? To se pravi, da vaše temeljno delo bo, da boste razmišljali, kako bi imeli več strank, kako bi se podjetje razvilo, kako bi razvili nove produkte, kako bi dejansko širili svoje podjetje, ne? In ne bo večji del vašega časa v gašenju požarov, v reševanju kriz. To tako dejansko tukaj je ena taka tehnica, kjer hitro lepo vidite, če ste prišli iz te podjetnikove pasti ali še ne. Ko vidite dejansko, koliko je tak ad hoc nujnih zadev, sem videla, danes je ena stranka napisala, nekaj nujnega je prišlo vmes, sem morala iti nekam drugam. Ja, nujno je prišlo vmes tole, ker mi govorimo zdaj gašenje požarov. Se pravi, da mora ona to rešiti, pomeni, da se sooča s tem problemom podjetnikove pasti. Če ne bi bila v podjetnikovi pasti, bi tisti požar verjetno lahko rešil kdo od sodelavcev. Tako da tukaj je, bom rekla, ta pomembna stvar, koliko časa imaš za razvoj in rast podjetja in koliko imaš požarov, kjer moraš ti nekaj reševati, to ti hitro pove, kje stojiš. Potem druga stvar, ki se spremeni, ko se izviješ iz podjetnikove pasti, je, da začneš delati na nalogah, ki imajo visoko dodano vrednost, to se pravi, se ne ukvarjaš in nisi zafrustriran zato, ker zgubljaš čas z neumnostmi, ki ne prinesijo ne denarja, ne rasti, ne dobička, ne novih strank. Okay? Tako da to je spet ena taka pomembna stvar. In potem to, da greš lahko na dopust brez telefona, to je recimo en tak klasični indikator, ko sem jaz delala svetovanje v kakšnih podjetjih in sem hotela ugotoviti, kje so, glede na to podjetnikovo pasti, podjetniki, me je zanimalo, za koliko časa grejo na dopust in kako delata njihov dopust. Kolikokrat morajo dvigati telefon in tukaj poznam tudi, bom rekla, uspešne podjetnike, ki ne morejo na telefon, na dopust 2 tedna brez telefona. Ali pa poznam tudi spet res velika podjetja, kjer imaš direktore, ki je še vedno na telefonu, in dejansko z dopusta se včasih mora tudi vrniti nekajkrat nazaj, da nekaj podpiše, da nekaj reši, in tako dalje. Tako da vidiš, da tudi če je podjetje malo večje, da problem je še zmeraj tam, v podjetnikovi pasti. In ko se dejansko izviješ iz te podjetnikove pasti, je to podjetje tvoje bolj stabilno, bolj dobičkonosno, rezultati so boljši, funkcionira bolje, in ti kot podjetnik nisi več ozko grlo, ne pade vse na tebe in ni problem, če ti zmanjkaš, da se potem podre sveta, in to je ponavadi tako, da podjetniki ocenjujejo, če se meni nekaj zgodi, 2 tedna, 1 mesec bi še nekje šlo, ko vprašam, kaj pa 3 mesece, ali pa 6 mesecev, če slučajno kaj zvolite, potem pa že, to bo pa že malo hudo. Dejansko pa, ko postavljaš sisteme, moraš stremeti k temu, da podjetje zdrži tudi malo več časa brez tebe, ne samo 1 teden, ko si na dopustu. Zdaj, Robert, boš ti še ta zadnji akcijski plan zrihtal, ker si se danes izkazal že vsemi 3 prejšnjimi in vsakokrat imam občutek, ko si predstavil akcijski plan, so vsi mislili, da bomo končali in so se vsi začeli postavljati. Že konc, tukaj TV veričke nam kar pomagajo. Torej, dajte kot akcijski plan si napisati seznam nalog, ki vam vzamejo veliko časa, imajo pa nizko dodano vrednost. Ok, to je začetek. Torej, da ugotovite, kje vse zgubljate čas brez veze. In potem dajte si nek načrte, kdaj in komu boste predali te naloge. Torej, začnite z eno nalogo, vedno pravi, vedno rekel, da potovanje je dolgo 1000 milj, se začne s prvim korakom. In tudi tukaj moraš pač narediti prvi korak, moraš eno majhno stvar predati, potem vidiš, da to deluje, potem boš pa bistveno lažje predajal vse druge stvari. In če zdaj povzamemo celoten tale naš webinar, torej prvič smo šli skozi 4 tipe produktov in smo ugotovili, da kljub temu, da so to brezplačni produkti na začetku, torej tisti prvi pa drugi tip produkta, da so običajno to lahko tudi najbolj dobičkonosni produkti, zato ker ti sploh prinašajo zelo veliko strank, od katerih imaš potem lahko prihodke.
Potem smo ugotovili, kako lahko te prva dva tipa produktov, torej brezplačne in pa vstopne produkte, kako jih lahko ustvarimo na podlagi svoje intelektualne lastnine, torej sedimo na gori znanja, ki ga običajno ne znamo izkoristiti v ta namen in tukaj ga lahko potem seveda začnete intenzivno izkoriščati. Potem smo šli skozi strategijo preeminence, ki ti omogoča prevlado na trgu, torej kako lahko postaneš najbolj cenjen, najbolj zaupanja vreden svetovalec v svoji niši in to ti seveda lahko naredi eno revolucijo v biznisu. In pa na koncu še podjetnikova past in kako se izmotati iz nje, torej kako začeti predajati neke stvari drugim v podjetju, kako se razbremeniti nalog z nizko dodano vrednostjo in kako začeti delati na nalogah z visoko vrednostjo, kar ti omogoča, da boš iz tiste borbe za preživetje prešel v neko lifestyle podjetje, ki ti omogoča visoke dobičke in pa bistveno manj časovnega napora, predvsem časovnega napora za te naloge, ki imajo nizko vrednost. Tako da, toliko z najine strani. Na koncu bi vama samo še zaželela eno tako fantastično leto 2026. Mogoče, ne vem, Sara, a bi kakšno vprašanje še odgovorila ali ne? Kot želiš, to vprašanje, to sem jaz tudi hotela. Jaz sem videl eno vprašanje, ki se mi zdi zanimivo, pa bi mogoče še tole potem odgovorila. No. Drugače pa, ja, veliko uspehov v letu 2026. Želiva vam potrojitev, ne samo podvojitev dobička, ne, in verjamem, da če samo preprosto greste in uporabite nekaj teh idej, ki sva vam jih dala, da to lahko seveda dosežete. Če Sara, mogoče ti še kakšno stvar poveš na koncu? Ja, to se mi zdi včasih, ko poslušamo kakšne webinarje, nas kakšna vsebina pritegne, rečemo, ja, to je dobro, to je bilo treba narediti, potem nam pa zmanjka energije in časa, da bi to naredili. No, in to se mi zdi je taka res prav škoda, no, včasih, zato ker če nič naredimo, ne bo prišlo do nobenih sprememb. Ne. In tudi ta ura in pol, ki ste jo zdaj investirali v to, da ste poslušali ta webinar, ne bo imela čisto nobenega rezultata, razen tega, da ste se mogoče imeli fajn, pa ste malo poslušali, pa ste se malo zrelaksirali zraven, namesto, ne vem, gledati računovodskih izkazov, ne. Ampak nobene koristi ne bo tega, če ne boste nekaj implementirali. No. Tako da, ali zdaj, ko ste še sveži, dajte si napisati na papir, kaj boste naredili, pa dajte tu akcijo, ne? Ali pa če boste še enkrat preposlušali ta webinar, ne? Ali pa kakšen delček, si takrat nekaj konkretnega zastavite. No? Ampak res, moj apel je, dajte eno stvar narediti, no? Da bo res nek rezultat od te vaše časovne investicije v ta webinar, ki jo zelo cenimo. No? In prav zato, ker jo tako cenimo, se nam zdi pomembno, da iz tega dejansko nekaj odnesete in da imate neko konkretno korist. Jaz sem prej videl nekje, ena gospa je vprašala, je rekla, da ustvarja frizerski salon. Ja, frizerski kozmetični salon. Ustvarjamo frizersko-kozmetični salon, kako začeti, kaj je pomembno, kako uspeti. Bernarda, zelo dobro vprašanje in jaz mislim, da bi samo to vprašanje malo odgovorila midva, potem pa zaključimo, da ne bomo predolgi, ne? Torej, frizersko-kozmetični salon. Jaz bi mogoče prva stvar, ki bi vam tukaj dal malo za razmislek, je to. Ali si boste ustvarili novo službo, ali pa želite ustvariti sistem in potem širiti mrežo, širiti ta sistem na več salonov in imeti zaposlene druge, ki delajo, vi pa samo vodite vse skupaj. Jaz mislim, da to je ključna odločitev na vaši podjetniški poti. Torej, prva varianta je, da preprosto si naredite en salon, kjer boste vi ogromno stvari delali in boste vpeti popolnoma v to zadevo in vam bo to pač kot neka malo boljša služba. Okay? In boste rekli, ok, sem na svojem, ne? Ampak ne boste pa nikoli imeli neke časovne svobode, ne boste nikoli imeli finančne svobode, ker ta biznis model vam ne bo prinesel ne vem koliko denarja, torej bo pač neka taka zelo dobra služba. Ne? To je prva pot. Ne? Druga pot, ne, je pa to, da greš v ta biznis tako, da načrtuješ tudi, da boš začel z enim salonom, tam naredil res nekaj posebnega za stranke, imel neko zelo veliko konkurenčno prednost, imel neko specialnost, ki jo drugi nimajo in potem šel s to specialnostjo, še s tem sistemom, ki ga imaš, ne, s tem posebnim pristopom, potem je bil tako uspešen, da boš lahko odpiral nove salone in tam boš imel sistem, po katerem bodo delali drugi. Ne?
in ti boš postopoma potem kot podjetnik samo še upravljal ta celoten sistem, ali pa podjetnica, boste upravljali samo s sistemom in ne boste več vi osebno strigli pa delali kozmetičnih tretmajev pa tako naprej. Tako da to se mi zdi ena ključna začetna odločitev. In pa še to, kot sem rekel, nekaj morate biti posebnega. Okay? Dajte pogledati vse te druge salone, ki pač obstajajo, večina jih je v neki sivini. In vi morate najti si neko posebnost. Vi si morate najti nekaj, po čemer boste znani, razpoznavni. Okay? Lahko je to, da ste specializirani za en tip tretmajev ali pa za en tip striženja, recimo za poločne frizure, zdaj se zmišljujem. Lahko tudi greste v grajenje osebne blagovne znamke s pomočjo knjige, člankov, tudi videotov, da vi dejansko postavljate nekdo, ki potencialne stranke vidijo uta pa obvlada in tako naprej, in mu lahko zaupajo. Tako da tukaj je potem en kup nekih takšnih stvari. Sara, bi ti še kakšno stvar tukaj povedala? Ne, to, kar se mi zdi, to, kar si povedal, se mi zdi pomembno, ampak se mi zdi tudi pomembno poudariti, v vsakem primeru, ko si rekel vprašanje, če hoče imeti službo ali če hoče ustvarjati sistem, v vsakem primeru začela bo službo, zato ker dejansko ta sistem, ta salon bo treba postaviti na noge in ona bo tam morala live, bom rekla, na primeru enega salona ustvariti nekaj posebnega, in potem bo dejansko razvijala lahko drugo naprej, Ja, tako. Saj jaz mislim, da bi s tem zaključila, ne bomo zdaj prevečno, ker smo že na 7 urah in 72 minut, A ne, malo manj, okej, dobro. Cool. Jaz bi predlagal, da zaključimo. Posnetek bo seveda na voljo, tako da bomo vsem tudi poslali. Jaz vam želim res izjemno veliko uspehov v 2026. Uporabite nekaj teh tehnik in to je to, in gremo v nove zmage. Pa še veliko zdravja in še veliko miru, tako. Psihičnega in fizičnega. Ok, super. Naslednje, hvala. Videnje.